Dober večer, hvala za vaš čas, da ste prišli danes. Jaz vam bom res povedala par, kako ne rečem, ne modrosti, ampak se vsak ima svoje modrosti, ki jih nosimo. Se zdaj ugotavljam, en moški, tako kot v knjižnicah ponovadi. Prav rekla sem, škoda, da ni več moških, ponovadi so v podjetjih. Ampak sej bo. Jaz vam bom povedala par modrosti, ne bom samo v knjigi danes govorila, ampak tudi ogromno enih transformacij sem šla čez življenje, pa vem, da zdaj veliko vas gre, zato ker imam kar dosti ljudi zdaj na teh mojih svetlobni jezik aktivacijah in čutim stvari, kaj se dogaja v telesih in sem rekla, da malo ljudi opolnomočim. Tako da danes bo tako predavanje, jaz rečem, vse splošno, ampak zelo življenjsko, ne bo samo v knjigi. Tako da, če boste želeli, dajte me vmes kar vprašati, ker včasih bojo kakšne stvari nejasne. Recimo, kakšno predavanje, nič ne omenjam ajovaske, kakšno pa ljudje tako, lahko poveste malo o ajovaski, ker je tako kot prepovedano vse, ampak nič ni prepovedano, se rečem več, ne. Tako da za tiste, ki ne veste, kaj to je, bom tudi to povedala, spomnite me, če slučajno pozabim, doskrat, če sem pa kje v kakšnih bankah ali pa kje tako, pa ne omenjam teh stvari. Nismo še tam, ampak na obredih so tudi bili bankiri, tako da v moji knjigi piše vse živo. Ja, moja zgodba, ki sem jo zapisala v knjigo, v bistvu ta knjiga je nastajala v moji glavi, ne v srcu toliko na začetku, šele v srcu potem sva jo spisala z Juretom Aleksičem, točno 8 let, 7 let, če štejemo, zdaj se je glih začelo leto 2015, sem zapisala v dnevnik. A je kakšen od vas pisal dnevnike? Da smo mladi bili. Ko ste bili mladi, jaz se to mislim, v srednja ali pa osnovna šola, pol itak nimaš cajt, ko pride družina pa otroci, to je to. Ja, jaz sem jih pisala celo športno kariero, ker to je bilo meni en najlepših filtriranih čustev, ker tam nimaš ljudi skozi, da bi ti pomagali dan, kar naprej odspred lahko tudi ne. In tudi sem kasneje brala knjigo Tine Maze, jaz rečem, še več športnic mogla pisati knjig, sej naši nogometaši zelo pišejo, pa kakšni košarkaši, ampak športnic, tako smučanje individualno se mi pa zdi zelo malo pišemo knjige, ne vem zakaj, smo čisto preveč obremenjeni ali pa preveč delamo, čeprav jaz izstopam iz tega delovnega procesa, kaj smo bili vzgojeni. In v bistvu jaz sem napisala, ampak hkrati sem napisala v moj dnevnik, ko bomo v penzi, a sem dostikrat zgodi kaj tazga, pa pride življenje, pa ti reče, ne, čas je, da zdaj napišeš knjigo ali pa karkoli drugega. In meni je prišlo v inbox ravno sred vsega tega covida, jaz rečem, karkoli se že dogaja s tem, ponudbo od založbe Chiare. In so rekla, Brigita, zelo imaš take življenjske zapise na Facebooku, tako da verjetno smo se tam že s kakšnim najdeli, dober večer. In so v bistvu te zapisi res, dostikrat, ko sem videla komentarje, zelo so ganili ljudi, se pravi, tisti, ki ste komentirali. Sem rekla, pismo, jaz moram več o tem pisati, ker imam pa res ogromno nekih prigod, ne samo iz športa, ampak tudi življenja. In vem, da tudi ostali ljudje so šli ali pa ste šli čez take zadeve. Tako da vsi smo nekako, se rečem, zelo podobno odraščali v tistih letih. In v bistvu moja zgodba se je začela, kar sem potem sva dala z Juretom v knjigo, kako sva se z Juretom našla. Jaz nisem imela pojma, kdo je on. Je pisal za Mladino skozi, tisti, ki ste brali Mladino, veste, kdo je. On je rekel, jaz bežno poznam za to ime, nimam pojma, kvaj zdaj to tle. Mislim, jaz vem samo v fuzbolu, pa je pa konc, Tako da res sva šla v detalje, da sem jaz njega še izobrazila, kaj je to 800 metrov, kaj je 400 metrov na stezi, kaj je to rezultat pomeni v svetovnem merilu, kaj je v slovenskem in take malenkosti. V bistvu z rezultati sva se še najmanj obremenjevala. In ko sva začela pisati knjigo, me Jure vpraša eno vprašanje, koliko hočeš športa not? Jaz tako, čim manj.
Ker ponovadi, ko beremo knjige športnikov, je največ športa, ne? A ni tako, vsi s tem rezultati. Ampak meni je to toliko začelo obremenjevati res zadnjih 10 let, ko sem šla čez fazo transformacije, se pravi, čez depresijo, čez res take negativne občutke, identiteto sem mogla delno spremeniti, da sem sploh preživela v tem svetu, ker to gre z visokih obratov na normalne obrate in to traja, ne. To si polno adrenalina, ki ga enkrat zaključiš vrhunsko kariero. In ko sem se pogovarjala z gorelcem Marjan Ameriku, veš, po nekih znanstvenih dokazih 3 leta rabijo športniki oziroma športnice, da grejo dol z tega adrenalina, ne. Mi imamo skozi kortizol, smo imeli visok, ne. Tako da, če ima kakšen otrok ali pa ga poznate, dajte skozi bodite prizanesljivi, če gre na poti v vrhunskost, ker to je res napor. To je čustveni, psihološki, kasneje pa tudi telesni, da izprežeš iz tega. A se to je tako kot dirkalni konj, ki jih vidimo, ne? Kaj naredijo z njimi? Pa jih dajo nekam, ne v klavnico, ne, pač mislim nekam jih, da jih eliminirajo, žal, ne. Nas ne eliminirajo, ampak res telo se rab ponastavi, da sploh lahko funkcioniraš, ne. In moj začetek se je začel takole. Danes bomo takole malo gleda slikce, vidite, ne, vsi, dala malo višji. Jaz sem bila več ali manj ne v porodnišnicah, ampak v bolnicah, ne, to je bilo moje 4-letno domovanje. V bistvu, če pokažem to naslednjo slikico, tole so bile moje sobe. Eni so imeli lepo doma izbice, jaz rečem zibke, jaz pa steklene v infekcijski kliniki, ne, to je bilo moje otroštvo, odraščanje, prva 3 leta, prva 3-4 leta. Jaz dolgo nisem vedela, da sem toliko let preživela, toliko let, ne, zaprta skozi, pač 14 dni sem bila pri mami, potem spet 14 dni ali pa 3 tedne v bolnici. Dokler mi ni začel sekati, mogoče boste vi videli kakšno sporodnico v vašem življenju, nekje med 25 pa 30 letom se je začelo depresiji pa čisto udarali. Nočne more, se pravi, zato sem šla raziskovati, kaj se je dogajalo v mojem otroštvu, nekaj mi ni jasen. Nočne more, ko sem se zjutraj zbudila, sem čist sama. Se pravi, edino bitje na planetu Zemlja in tisti občutek, a veste, mi imamo primarni občutek, da moraš nekam spadati, v neko pleme, ki izhaja še iz karkoli že pravi zgodovine, se tudi zgodovina, jaz rečem, Bog ve, je res ta pravo, kar imamo v učbenikih, jaz se bomo še marsikaj naučili na novo, ne. Se pravi, še ta občutek je bil res, oh my god, nikjer ni nobenega, ne, edina sem preživela na Zemlji. In ko sem, vedno pride učitelj v tvoje življenje, ne, ko sem šla na določene delavnice, največ sem se odpirala, ko smo delali z maternico, ko športnice imamo to izredno zaprte, ko šele ženske na zelo vodstvenih položajih, ne, se pravi, da se zapreš, ker moraš na moški način voditi ali pa na moški način laufati, mislim na moški, pač šport je moški način, ne, delovanja. Jaz sem v bistvu v bolnicah potem mamo spraševala, na začetku je bilo samo stavek, ne vem, če kakšen že prebral knjigo, enega še boste, je bil stavek, zajebali so te, ne. To je bilo vse, otroštvo reče, mami, da mi povej prve par let, nekaj se mi dogaja, sanjam, kaj se je zgodilo z mano? V bolnicah si bila, bakterije si dobila pri porodu in zajebala so te in to je bilo konc. To je bila pač generacija naših mam, ki noče odpirati čustev, ker je bilo boleče. Ampak jaz sem taka, da vedno vrtam, ne. Mislim, jaz sem po duši raziskovalka in hočem do konca. Če ne danes, bo pa čez pol leta, ne. Enkrat se človek že odprl. In v bistvu sem večkrat hodila k njej in sem jo tako po košček spraševala. Ok, ampak kaj je bilo z mano? A je kakšna diagnoza bila? Je rekla, ja. Pa se je pa en dan odprla. A veste, to je res težko, ker človek zapre. Včasih nismo imeli teh pogovorov psiholoških, da bi šel, težek porod je bil, da bi šel psihologu ali pa karkoli. Tega ni bilo, ne. In ona je res zaprla, tako kot jaz sem logično pobrala ta vzorcev. Ne, vsa čustva sem sam tlačila, ne. Načunga, da je pol kasneje sem imela depresijo, ne, ker nekje mora iti ven, ne. Ali je šlo na svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih venglih, takrat, ko je najbolj nepričakovan čas, ta čustva, ali pa gre depresija, ali pa če imate kakšen burnout, recimo, če je kdo imel, ne, ta izgorelost. Oziroma, danes so še te nianse, kako se že reče, tem boleznim, fibromialgija, vse te, ne, kar reče večinoma psihološki vzrok, ne, čeprav zdravniki nekaj drugega reče, ne, mnenje, ja, to si pri delu, psihološko je v zadju vse, ne. Zakaj to govorim? Ker sem sama imela 3 diagnoze, sprav astmo, zaradi tega, ker sem preživela v bolnišnicah, potem kasneje srčno aritmijo in VPV sindrom, ki je v bistvu nič kritičnega, ampak samo v mirovanju sem imel čez 200 puls. Jaz mislim, da je bilo to sproženo zaradi stresa na tekmah, ali pa tudi zaradi zdravil, ne vem, lahko da je bilo boje, teh astmatičnih.
pa alergije v osnovni šoli. In to potem pač sem reševala skozi, ne. In če grem nazaj, v bistvu moje otroštvo, ko sem raziskovala pri mami, ne, ona je res zaprla in ko sva končno odprla to, ko se je zjokala, sva itak obe jokale, ne, je bilo tako, da je rekla, veš, v tistem času mi niso dovolili, da tebe obiskujem. Danes je bistveno lažje, ne, imaš otroka v bolnišnici, lahko si ti tam, lahko najameš posteljo, lahko spiš, ne. Tam preprosto si bil zaprt. In kaj se zgodi, ko si ti zaprt, ne, tisto primarno bitje. Enkrat sem pol našla eno raziskavo, ki sem predavala v podjetjih, ko so dali, mislim, res taka grozna raziskava, ne morem verjeti, vzeli so mamicam, opicam v laboratoriju mladičke in so dali mladičku hrano in mehko, igračko, medvedka. Kaj mislite, kva je on vzel, ne, mladiček? Stisko junga medvedka, ne, ker preprosto je hotel toplino, objeme. Človek, ki se rodi, rabiš toplino, se pravi, ali te mama vzgaja, ali te nekdo drug, rabiš dotik, to je primarno, rekla, ne sredstvo, primarni vzgon, da se ti nekako razviješ v neko normalno osebnost. In jaz logično se nisem razvila v čisto takrat normalno osebnost, ker preprosto sem bila zaprta v bolnišnicah, ne. Tega nisem vedela, zato je bilo izredno težko obdobje za moje starše čas najstništva. Ne vem, če imate zdaj kakšnega takega otroka, poglejte prvič, kako se je rodil, na kakšen način, vsi težji porodi, samo da boste vedeli, se da vse zrihtati. Če hočete, bom pol dala ime terapeutke, ker res po porodne zgodbe rešuje, se pravi, težji porodi, da je nekaj šlo narobe, da so bili izredno težki, se pravi, da se je otrok rojil, ne vem, 24 ur, dobesedno, z vakuumom so včasih ven vlekali, ne. To so res težki porodi, ki v bistvu, kar sem kasneje izvedela, živčevje se ti narobe zveže, se pravi, vsakih 10 minut je zelo pomembno ob porodni oskrbi, kaj se zgodi, in če se ti narobe zveže, reče, aha, tukaj ti šteka, logike nimaš, ne znaš prevala nazaj, to je recimo tudi že ta gospod govoril, sem potem videla pri Zvezdani, kaj je bil doktor iz Srbije, na R se začne, isto je rekel, se pravi, vse je pomembno, ne, ta zgodnji porod in razvoj otroka pol. Jaz motorike nisem imela, da bi se mi razvijali možgani, ne, ker preprosto nisem nič letala od zunaj, 4 leta, in že takrat je najpomembnejše obdobje, ne. Tako da je otrok vedno zunaj, da po travi hodi in vse. Ampak zgleda, kar opisujem tudi v knjigi, sem prinesla s sabo eno tako radovednost. Jure je opisal to kot tihi glasek, ki mi je vedno govoril, Brigita, te vedno govorijo, ful si bolana, ne. Nisi bolana. Se pravi, se je vedno okolico sprašvala, že kot zelo majhen otrok se spomnim. Rečemo tam 7 let. Zakaj sem jaz vedno po zdravniških ordinacijah? Jaz sem zdrava, kaj rabim te tablete? Jaz sem okej, ne. In to je bil en tak dvom, ki zgleda se rodiš s tem. Ne vem, ali si pa tak bolj raziskovalen tip, ne, mogoče je tudi kakšen med vami. In v bistvu, če grem naprej, pa sem raziskovala te bolnice, kaj so mi prinesle. Jaz sem imela izredno težko najstniško obdobje, se pravi, vse sem delala kontra, kar so mi rekli. Poleg tega so se starši ločevali, je še to sekalo meni totalno v življenje, ne. Karakter, kletvice, samoobtoževanje, ki sploh nisem vedela, iz kje to prihaja, sem potem šla dnevnike brati za nazaj, smo pisali v knjigi. Se pravi, če čutite, da je kakšen v vaši družini otrok, kaj najstnik zelo sam sebe obtožuje, pejte pogledati. To je fajn, da se zdaj razrešuje na kakršenkoli način, da imamo vse živo pomoči, kot pa da to se nadgradi, ne? Ker potem gre kasneje v različne prakse, kar slišim, ko mi ljudje povejo, ne? Od samouničevanja telesa in vse živo, ne. Jaz preprosto sem imela, hvala Bogu, potem trenerje, ki so me dvigovali, ne, se pravi dvigovali z različnimi tehnikami, da nisem šla čist not v neko negativo, ne. Starši moji so pač, če se rečem, dali mi, kakor so dali, da bi me kaj podpirali pri športu, mogoče pol sem šla v Ameriko, ker sem rabila pač sponzorje, ker sem imela neko podporo, da je šlo to transfer, kadar sem rabila kakšna sredstva, ne, od sponzorjev preko bank do mene in podobno. Ampak tako, da bi pa rekla, veste, kad danes obstaja, da res, ker imam jaz tudi včasih mi otroke pripeljejo, ki jih učim vizualizacijo, da bi rekli, lej, tukaj imamo, sem imela glih prejšnji mesec eno najstnico, je rekel, 40 000 nas košta sezona, ne, v enem pač boljših teh športov, ne, ki so res pač toliko stane ekonomsko. In tega pa ni bilo, ne. Mislim, se takrat v Jugoslaviji večinoma niso nekaj investirali v šport, ne, starši, pa večinoma je bilo vse brezplačno, kakor se spomnimo, ne, to je to.
Tako da ja, v bistvu je bilo pri meni veliko teh samouničevalnih praks, ki sem gledala. In jaz si še danes rečem, če bi imel vse to znanje, ki danes je, koliko bi jaz, moja pot bi bila samo takole, ne bi bila tako, pa bolj malo naravnost, pa spet en uvink, pa naravnost, tako da marsikdo mogoče se najdu tukaj. Noro. V bistvu jaz sem potem v najstniški dobi, ko sem nekako zakrpala približno te bolezni, sem se spoznala z jogo v rodni Škofji Loki, kjer smo živeli, kar je bilo res čudno, to tudi opisujem v knjigi. Joga je bila takrat za norce, so rekli za tiste, ki ne vejo, kva delati, grejo na jogo. Tako je bilo v bistvu kot neke vrste sekta. Me je bilo pol najbolj zanimivo, pred 19 sem dobila štipendijo in sem šla pač na atletsko štipendijo na eno privatno univerzo v Los Angelesu in tako meka joge, sem rekla, končno moj svet, Tako šola me ni toliko zanimala, joga pa čist, In tam sem imel vse, od ne vem kva, Bikram joge do sauna joge, mislim res hot joge. Tako da šele kasneje potem to prišlo, ko sem jaz okrog leta 2006 sem se preselila nazaj, ampak 2003 sem šele videla, je prihajala tako na polno joga, pa pilates tudi in take zadeve. Tako da ja, v bistvu karkoli se ti dogaja, zelo pomembno, bom dala eno razpredelnico tukaj, majčkam bom danes skakala iz ene na drugo, karkoli se ti je dogajalo, tale slika je meni tako zanimiva, če grem. Mi vsi vidimo ljudi, ledena gora, recimo znane športnike ali pa menedžerka leta ali pa menedžer leta. Meni je to zelo zanimivo. Enkrat mi je rekla ena terapevtka, boj se uspešnih ljudi, Tako, rekla, saj veš, kje si bila, Kaj je vse bilo potrebno, da si ti prikrila tukaj spodaj, pod to goro. Vse bolečine, vse nerazrešene zgodbe, iz bolnišnic, ki kot dojenček vse čutiš. Jaz sem potem šla v par regresij, da sem doživela, kaj se je dogajalo v bolnicah, ker to lahko vse podoživiš. Regresija, postavitev družine je to možno, holotropno dihanje tudi, tako da če kakšen kaj tega rab, eno od teh treh bo sigurno razrešila, kaj se je dogajalo v otroštvu. Sploh, če so bile kakšne take res težki dogodki, pa ti nekdo ni pripravljen povedati, ali pa ne celo zgodbo, to lahko vse podoživiš, te vodil res izvežban terapevt. In ko jaz danes delam z mladimi športniki, ki se delam, mogoče rečemo 20% mojega časa namenjam njim, jaz opažam, da oni, ko pridejo na vizualizacijo, takole se mi odprejo, pa neko tretje srečanje, pa gremo mi tukaj, globi, ok, a si ti viden pa slišan, pa mi mar stvari povejo, ki niso videni pa slišani, pa tukaj vprašam, kako pa kaj trenera ti pripravljen presluhati? Mislim, jaz sem imela res čudovitega trenerja, Vuka, ki je bil na Kranjskem stadionu, res ta glavni trener, potem je umrl za rakom pri 56, logično, ko je toliko stresa od nas prevzel, ker je skozi imel pogovore, mislim, tudi kadil je in podobno, tako da res ni bil, da bi filtriral čustva, nabiral vse vase. Ampak danes trenerji opažam, res je velik pogoj, opažam, tisti, ki so samski, še nekako so pripravljeni za pogovore, ker imajo čas. Tisti, ki imajo družino, tudi še nekateri, ampak večino trenerjev, zdaj bom mogoče malo diskriminatorna, 50-60 let, ki so stari, ali pa 70, izredno težko prisluhnajo enemu otroku, sploh deklici, 13 let stari. Krečejo, pa kaj to skozi nekaj hočete, Preveč bi vi razglabljali, dajmo raje trenirati, ni dosti dober, bomo še več treninga dodali in to je to. Ampak otrok rab, kar sem se jaz naučila, in psihološko podporo, in pač trening, Se pravi, ni samo fizično, je ogromno psihologije. In trenerji v bistvu se večinoma dotikajo tega dela. Super je navzunaj vse v redu, se pravi, ta gore nazunaj vse štima, mi dobivamo rezultate, športnik je srečen, a od spod se vse živo nalaga. Tako da danes, zdaj, ko te gledali kakšnega skakalca ali pa skakalko ali pa karkoli, ki imamo res tako herojstvo, marsikaj od spod. Mislim, vse živo zgodb sem že slišala, ne samo v njih, ampak tudi v drugih, s tem, da recimo določene panoge, kaj se ne govori, jaz sem čakala, da se en tega lotil, jaz sem pač tista delna odpiralka resnice, športa, drugi bojo pa to tudi malo pomedali, jaz rečem v tem segmentu. Recimo prezgodi so na dietah deklice, 15-16, nimaš kaj diete, ker to se da super urediti z normalno prehrano, ne pa da ti hujšaš,
pa greš pa judo ali pa skoke, pa si čist bogi, ne. In to gre vse v depresijo na dolgi rok, mislim, zagarantiram, ne, mislim, v depresijo, pač negativna čustva, potem depresijo. Večina teh otrok ful ni zainteresiranih za šolo. Verjetno se sprašujemo, zakaj, ne, ker v bistvu ni toliko zanimiva za njih, ne. Pač imajo veliko več doživljajev, pa dopamina, sreče v športu, ne. Že za nas ni bila zanimiva šola, ampak mi smo imeli saj malo tako, z levo smo šolo delali, ne, smo imeli te športne gimnazije. Danes se mi zdi, so bistveno preveč obremenjeni, tudi snovjo, no. Se mi zdi, da imajo nekje 20-30% več snovi, kot smo mi imeli v gimnaziji, ne. Kaj šele v poklicnih šolah se vse enak, ne. Tako da tukaj opažam, ko delam, pa nisem jaz psihologinja po izobrazbi, sploh ne, ampak preprosto se nekateri otroci odprejo, ne. Ogromno je tega pod vrhom ledene gore in res rabijo otroci, če imate kakšnega, dejte ga kdaj peljati nekomu, da bo lahko kaj povedal. Ali pa če ima najboljšega prijatelja, prijateljico, super. Če nima, nujno rabi nekoga. Ker mama, oče ni dovolj, opažam, ne? Ker so pač določene skrivnosti, ki ne upajo povedati, ne? To je to. Pa izredno se bojijo neuspeha, ker naš svet vse kaže, da mora biti superlativi uspeh, ne? Tudi sama sem dolgo rabila, sem šla iz tega. In se vedno šalim imam 3 punce, imava 3 punce, se vedno rečem, 2 faksa sem naredila, ne bom se še učila z vami, res ne, dovolj imam šole. In pol tako otroci, ne bomo šli na faks, skoki, same ste se odločili. Tako da ja, dolgo sem pa jaz rabila, da sem izpregla iz tega. Tako da ja, in imajo ocene, kakršne imajo. Srečen to, da zdelaš razred, pa je kul mene. Mislim, zato če ponavlja, se je tvoja odgovornost, ne, to je to. Tako da, jaz bom tukaj res malo povedala, kar mogoče še ni toliko v knjigi ene detajle. Zelo otroka odrašča urejeno okolje, to sem jaz ugotovila. Jaz definitivno ga nisem imela, pa še par mojih kolegic v klubu, ne. Smo ga pa imeli v obliki trenerja. Se pravi, če ni trenerja, že nek vidik manjka, ne. Se pravi, če ni trener pripravljen te poslušati, tudi kaj imaš čustvenega zapovedati, kaj te moti, nabirali se bo čustva, ne. In tukaj je res fajn, da vi kot starš ga sprašujete, kako si, kakšni so bili občutki po tekmi, povej mi, ne. Mislim, ker dečki ponovadi zelo težko, kaj iz njih, punce pa čez nekaj časa, odvisno, da so introvertirane ali ne, izvabaš iz njih. V šolah je pa itak, kaj sem jaz uporabljala, jaz v knjigi opisujem vizualizacijo, ker preprosto je toliko snovi bilo že takrat, zdaj še več in sem si v bistvu celo maturo zvizualizirala. Mislim, slovenščina najbolj, drugo pa, kakor sem uspela, ker ni časa, ne, ker je toliko tekem več, kot smo jih še mi imeli, jih je zdaj še več in se ti nabira, ne, preveč snovi in vsega. Jaz mislim, da bi itak to mogli narediti šolo, športniki ene šole, pa druge pa greš pol nalagano, tiskaj športnik, pa jih ne zajebavaš dobesedno, ne, sam skozi imaš kakšne profesore, ki te še najdejo, ne. Ampak nismo še toliko daleč. V Ameriki to že deluje, super, mislim na faksu, ne, vse srednje se pa zelo prilagodijo. Ne vem, kako je v Angliji, recimo v Nemčiji vem, da tudi zelo dobro podpirajo, no, že srednješolski sistem, če si ti na poti v vrhunskost, ker sem se menila, tudi eno obdobje sem imela tam za učenca, da bi dvojno državljanstvo, ali kak je bilo že pogoj, se ne vem, kaj je spor, pol, hvala Bogu, se nisem odločila. Ja. Še nekaj bi povedala, takšen kot si ti v sebi, take ljudi in take ekipe prekličeš, sponzorje, ne? Jaz sem bila ena redkih športnic, ki sem obdržala sponzorje 10 let, še danes ne vem kako. Ker moj karakter, če te knjigo brali, je bil adijo pamet v tistem obdobju res, ker sem še sebe iskala, ne, že takoj ponovadi pri najstniku adijo pamet, pri meni je bilo dvojno, ker so mi sekale ven bolnice in potlačene bolečine z bolnic, ne, ker ni bilo tam staršev, da bi me prečkali, sem bila v bistvu res zaprta med une stene, ne. Res je pomembno krepiti globoke odnose z vsemi okrog, zakaj? Ker ko končaš kariero, meni sta 2 sponzorja ponudila službo, ampak žal se je tisto leto 2 dogodil ZUJF, se pravi v vojski potem nismo mogli biti zaposleni, mi športniki smo bili včasih zaposleni, še zdaj no. Policija, carina mislim, da nima več, pa vojska, ne. Tako da glih je bil ZUJF in nobenega niso, pa Tom Mokronog je tudi ponudil, ampak je šel bankrot, ne, takrat, pa so odkupili delavci kasneje. Tako da včasih ti življenje kaže, ne, in tukaj bi res rada, kaj zabrisati? Papir, ali pa une. Papir, ja bom pa. Ok, super.
Ja, včasih ti res življenje kaže kakšne priložnosti in je fajn, da jih zgrabaš. Ne? In to je tako iz danes na jutr. Jaz sem tako brala dnevnike, še zdaj ene prebiram, imam res po mojem 15 dnevnikov, to je noro. In v knjig sem upisala par, moraš biti na pravem mestu v pravem času, tako da to ni izmišljotina, je. Hvala ima. Čakaj. Tako da ja, gore se marsikaj skriva pod njimi. Kaj je meni zelo pomagalo? Joga. A kakšen hod na jogo? Kakšen se tudi moški hodijo? Jaz sem hodila. Ja, ok. Joga je v bistvu bilo eno, dihalne tehnike. Jaz mislim, da je, pa ne zato, zdaj jih toliko ne učim več, sem še v kakšnem podjetju, ampak dihalne tehnike pa odnosi se mi zdi, se z dihalnim tehnikom tudi dviga zavest. Ne rabiš toliko joge, ampak dihanje. Ne? Če mi znamo pravilno dihati, se pravi, skozi nos, tiska zna, trebušno prepono pet, boš ti cele organe zmasiral, se pravi, ne bo zvečer utrujen ali pa pol manj utrujen podobno. Če ti dihaš iz tukaj gor, plitko, kada kurs sam sebe energijo. Ne? Pol je tudi, ko se damo, ženske lahko se tudi regeneriramo skozi maternico, jajčnike in podobno, ampak to so te, jaz rečem, nadgradnja zna. Ne? Joga je res, dih ti da dvigovanje zavesti, recimo dr. Milan Hosta je odličen v teh kakršnih koli dihalnih tehnikah, ne? Sploh po dr. Butejki, ki mi astmatiki, če ima kakšna astmatika, dr. Butejka metoda in vsak otrok bo zboljšal, res dihalne stiske. Astma, kaj ponazarja, to tudi nisem vedela. Enkrat sem prišla na fakulteto za šport, je bil dr. Drviševič, sploh ne vem, a še živi ali ne. Še. A še? Super. Mislim, čista legenda in je tako rekel, koliko si ti, v hrvaščini pač rekel, ali po slovenščini hrvaščine, koliko si ti zatejevala čustva kot otrok, pa je tako, meni sploh ni bilo dovoljen jokat, resno, tako je rekel, je to mogoče, zdaj kaj, ja, pač mama je rekla, ne smeš jokat na cesti in pol nisem jokala nikoli, ne. Pač ne vem zakaj, verjetno tudi ona ni imela dovoljenja, ne. Tako da jaz sem rabila 26 let, se spomnim en delavnici, sem bila v Ameriki, da sem si upala zjokati na plaži v Ameriki in pa je ful zanimivo. Tam si na plaži in jokaš in tako, končno si upam zjokati, ne, in tako jokam, dolina solz in logično v Ameriki takoj pride, are you okay? Can I help you? Ne, tako res, tako 6 ali pa 10 ljudi skozi več, pa je tako, ne, jaz sem ful happy, čeprav sem bila res žalostna, sem zgledala, jaz sem ful vesela, ker končno lahko jokam v javnosti in tako ful začudeni oči, res. Ampak to so te stvari, ki noro greš čez take, ki ti jih je nekdo potlačil, ne vem, zakaj je bilo pri nas prepovedan jokat, nimam pojma še danes, ampak pač nekdo se je izpolnil in ni bilo dovoljen, ne, izražati čustva. In v bistvu meni je joga zelo odpirala čustveni vidik, dihanje, hkrati pa tudi tisti, ki ste hodili, ne, zavest, zelo ti širi zavest. Kljub temu, da jo še vedno dajo pod religijo, se lahko da je, ampak jaz sem vedno vzela pač fitness, kar se tiče joge, pa dih, pa zelo ti odpira vprašanja, no, se pravi, širi se ti. Kaj je še možno, kaj lahko še naredim v tej dani situaciji, ne. Joga res ni nikoli bila tako, da si se primeril ali pa da si se pritoževal. To je ena taka praksa, ker tukaj to dvoje ne deluje, ne. Primerjanje ne gre, ker se v trenutku poškoduješ tam, če hočeš 3 stopnje iti naprej, pa enega gledaš tam, ki špago naredi. Ni šans, nošeš na jogo mogel hoditi, ne. Pol zelo mi je pomagalo urejeno okolje, ki sem ga jaz dobila šele v Ameriki. V bistvu, ko greš na faks v Ameriko, kamorkoli na college, jaz sem pač dolgo izbirala, da sem res izbrala v redu University of Southern California, je tako, da si ti, oni ti dajo štipendijo, dobiš še nek ček mesečno, kjer si kupaš hrano, plačaš si nastanitev, kaj si je, to je bilo takrat $1000, kar ne, je bilo velika, malo nimam pojma, ampak štipendija je bilo $35,000 na leto, ne, kar je ogromno, mislim, moji starši ni šans, da bi to kdaj mi dali, ne. Tako da jaz sem si tudi štipendijo zvizualizirala, jaz sem si recimo, to vsakmu priporočam, dajte si pisati A1 ali pa 2 cilje, čeprav vsak reče, to je brez veze, ne, ampak meni je to res pomagalo. Še zdaj si napišem enega poslovnega, pa enega osebnega za vsako leto. Pa ne več, včasih sem si tudi več, ker nisem bila še toliko izurjena, ne. Zakaj? Ker v bistvu že dr. Joe Dispenza je rekel, nevronske povezave, ki mi zapišemo, 16,6-krat je večja možnost, da boš to potem uresničil, kot da sam razmišljaš o tem, ne? Ker boš pozabil.
Mi imamo ful upravil, smo res več upravilni, ne? Moški, ženske, vsi smo čist preveč. Kaj še deluje? Imate kakšno vprašanje vmes? Se kaj pojavili že? Ne? Ok. Mi je šla kar naprej, pa če kar vprašajte. Meni je zelo pomagal potem ena večjih stvari v življenju, kar vsakmu priporočam, poleg dihanja ali pa neke umirjajoče vadbe. Umirjajoča vadba pomeni tudi sprehod, se pravi za nekoga je sprehod joga, to je čisto dovolj. Tole verjetno ste že slišali, ali pa če ne, bom danes rešila alfa, ALPH, kako se v slovenščini napiše alfa, Ana? Alfa, ja, ne, beta, alfa, teta, pa delta, oziroma pol je še gama, no. Mislim, da vseh je po mojem še nekaj, ampak tele 4 so najbolj pomembni. Bom pokazala tole razpredelnico, ki jaz učim Jose Stilo Ultramind, no, to je urjenje uma pa vizualizacija. Mi, ko smo čez dan, čekaj takole dala, da ne bom, mi, ko smo čez dan, sem na večjem dala, da te še od zadnji videli. Apala? No, kje si zdaj? Evo. Čez dan smo mi v modrem kvadratku. Se pravi, če bi nam nekdo dal mašino, EEG se imenuje, zdaj te znanstvene izraze skozi zabrklam, e-cenograf neki nekaj. Kar bo domače. EEG, no, se lahko pogooglate, ki ti dajo elektrode v krog, recimo meni so to dali, ko sem šla v karnijo, ampak samo na prst so mi dali kamer, tako greš nizko v valove. Jaz sem tako zelo hit padla v alfo, ne. Tale zelen kvadratek, jaz to dolgo nisem pa delala, ampak jaz sem bila večino časa pred tekmah, sem se pripravljala v zelenu. Se pravi, alfa je naša skrivnost, ker mi čist premalo to uporabljamo. Govorim kolektivno, ne samo v Sloveniji, tudi po svetu. Zdaj, ko se je zgodil 2 let COVID, je veliko ljudi začeli iskati ta umirjeni zeleni kvadratek, kako pridem do notranjega miru. In alfa je nekje od 14 do 7 hercev. To je tudi, ni še čist hipnotično stanje, ker v bistvu ti lahko kreativno razmišljaš, ne. Hipnoza je že potem v rdečem, teta, ne, mislim hipnoza, samo hipnoza, jaz rečem, če ste šli kdaj hipnozo. V delto pa mi odidemo, jaz rečem, v drugi svet, pač vsak ima svoj način razmišljanja in rodimo se skozi delto, ne. Recimo v prvih 7 let, kaj se dogaja vsakmu, tudi meni se je, smo mi v rdečem kvadratku koliko je to, od 4 do 7 hercev in vse, kar ti okolje sporoča, recimo v mojem primeru bolnice, steklene stene, je to zate zakon. To se ti kar naloži, ne, mislim zakon, čuda se sliš, ampak preprosto je to tvoje okolje, to te zaznamuje. Enkrat sem bila z možem pri enem družinskem terapeutu, ki je bil res zelo težek, ampak super nama je veliko stvari odprl, je rekel, Brigita, ti, ki si se dobesedno preživela v bolnicah, ali pa ljudje, ki rodijo otroke v zaporih, začneš iz minusa. Sprav začneš z nekimi vrednotami, ki nimaš pojma, kva so, potem pa moraš nadgraditi na neko povprečje, kar običen človek doživi, ki gre normalno pot čez, ne. Tako da jaz sem bila vedno malo v zaostanku, v telesni rasti, v umskem zaostanku, kakor čuvam se sliši zdaj. Mene so dali v telovadbo z otroci s posebnimi potrebami, 1. in 2. razred, tako da marsikakšen učitelj je rekel, a je to mogoče, ne, mislim športni učitelj, ampak pol nekega dne, ko sem te osnovne bolezni, angine, škrlatinke, ponavljajoče, vse živo, alergij šla čez, rečemo, da je bilo to 5. 6. razred, sem pa jaz bila na konju, ne, sem bila pa že v zelenem ali pa temle kvadratku, mislim, tako res, zdaj banalno govorim, ampak je bil velik proces, tako da jaz vedno se šalim mojim 3 puncem, ker zdaj ima ena ful izzive z matematiko, rečem, vi ste še v redu. Jaz sem sama enke, max kakšno dvojko dobila 1. 2. razred, v bistvu se je mama borila, bi jo dali z otroci s posebnim potrebam, kar jaz jih obožujem, ker sem jih res spoznala na nujni telovadbi, ampak preprosto v Jugoslaviji je bilo tako, če si malo odstopil, ali si šel v mentalno institucijo ali pa z posebnimi potrebami, ne, tam ni bilo, dajmo ji pomagati, kot imamo zdaj, kaj imamo že tele učne pomoči, ne. Pač greš tja v institucijo in to je to, in si zaprt, dokler ne prideš van ali pa ne prideš, ne, to je to. In v tem rdečem kvadratku otrok, ki se rodi, preprosto ljudje, ki ga obkrožajo, on to vse skopira, njihova dejanja. Se pravi, karkoli čutimo, da se je tukaj dogajalo v naši družini, pa da nam ne služi, to lahko vse popravimo, ne, se pravi, ni nič, zdaj imaš pa zacementiran, z različnimi
izpraševanje ali pa greš k enemu, eni hodijo pač tudi 5-10 let v psihoterapiji, pa tam razrešujejo, ne. Pač jaz sem vedno hotela hitre rezultate, nikoli nisem šla ta način, jaz rabim eno session, pa grem takoj v akcijo, pa pol en let nič ne rabim, ne. Mislim, razen, če bi se kaj groznega zgodilo naš družin, pa pol šla prevetriti, kaj zdaj to, ne. Recimo, v alfa stanju si ti bistveno bolj umirjen, to se sprostiš z štetjem, se pravi, štetje je, šteješ od 25 do 1, kar tudi učim jaz pri vsej sili ultramindu, ali pa tisti, ki zelo težko se umirite, šteješ od 100 do 1, sigurno se boš umiril. In s tem samo možganom devaš ukaz, z vsako številko si ti bolj mirnejši, se pravi, manj misli imaš in vse. Cilj ni, da si brez misli, cilj je, da se ti umiriš, kakor lahko, ne, telo. Jaz sem recimo prvič, ko sem šla v alfa stanje, je bilo v Pekingu 2001, na neki univerzijadi, kjer sem tudi zmagala in so me tako menih dali v krog, se vidi, ne, so me dali v krog, tisti oranžnih, pa so že oranžnih oblekah, mene pa enega fanta, ki so bila oba edina taka malo bolj čudna, da so nas povabili, ne, in so rekli, dejta, boste z nami meditirali 20 minut in štejte oblake. Kakšne oblake, ne, mislim, meni je to too much, že da bi pri njej sedela, že takrat je bilo dio pamet, zdaj sem veliko boljša v tem. In tako jaz, po moje je bilo 50, jaz sem živčna rada, res na mestu, da bi se umirila, jaz sem ustala in sem šla iz tega kroga. In potem so hoteli vedeti, kaj se je zgodilo, ko so oni zaključili, kaj se ne more, jaz sem na adrenalinu, iz tekme sem prišla, kaj je z vami, kako me zdaj meditirala, ne? Vsakmu športniku rečem, če boš začel meditirati, boš prej končal s kariero, definitivno, ker par stvari ugotoviš v meditaciji, ne. In v bistvu meditacija ali pa vizualizacija top zadeve za alfo, res, saj še druge stvari, recimo petje tudi so mi rekli, ali pa bio, ko se reče te valovi, ki ti ful pomagajo, kakšen ve... Ne, bioresonanca, tudi za zdravljenje, ja, prav glasba obstaja, ki ti zniža, ja, pozabila sem zdajle, vem, da jo višem ta skozi vrti na mind value, ne. In v bistvu tukaj zdaj prihaja civilizacija, košček po košček, recimo, ko sem bila v Ameriki, dosti ljudi meditira, mislim, ne študenti, ampak ljudje, ki sem jih izven kampusa spoznavala. Je bilo normalno, ne, nič se niso čudili. Pri nas pred leti, recimo, ko sem šla v podjetje predavati, tako dobil sem gledala, zakaj pa meditiraš? Zato, ker dobim ful enih velik ugotovitev, pa intuicija mi sporoča stvari in mi ni treba po zunanjosti, ne, pač nekdo, kar mi govori navodila, jaz jih ne upoštevam, jaz gre po intuiciji vedno, ne. Tudi z možem, če mora kakšno večji zadevo se odločiti, jaz rečem, da bom malo pomeditirala, tudi pri knjigi, ker včasih nisem vedela, bi to poglavje dala not ali ne, sem rekla Juretu, da je enkrat ali pa dvakrat rabim malo meditacijo, pa se bom pa odločila, ne, vedno tako naredim. In mi z beta deluje skozi dotik, se pravi skozi 5 čutil, sluh, kaj imamo še vonj, okus, ne, se pravi kuharji, ki so zelo dobri, te Michelin, jaz sem prepričana, da intuitivna sporočila dobijo skozi okus, ne, se pravi, vejo sestavine, jih okušajo, potem pa dajo skupaj, ne glede recept, reče ene druge so potrebne, ne. Meni, ko sem se začela učiti Silvo, je Ed rekel, desna roka pokojne Silve iz Teksasa, je rekel, you are natural alpha thinker, to je prvi, že mi nekdo to rekel, pa sploh nisem vedela, kaj to pomeni, ne. Je rekel, ti avtomatsko znaš past v alfo, ne vem, zakaj je to, lahko da sem se to ali to se rodiš s tem, ali se izklapljaš, naučiš izklapljati v bolnišnicah, nimam pojma, res. Ampak edina v celi družini, mislim, pri nas noben ne meditira, res, razen moži začel, ampak kadar zagusti meditira, pa ne. Tako pač je. In v bistvu v alfi imamo mi tak, kako ne rečem, bazen enega neizkoriščenega prostora, sposobnosti vaših, to je to. Ker, ko se ti potopiš v sproščenost, kar naenkrat določen problem ti vidiš iz različnih zornih kotov. To je vse dokazano, to je govoril Silva, dr. Joe Dispenza je nagradil, Bruce Lipton je odličen v tem. Eno prvih knjig sem brala, je bilo biologija prepričan Bruce Lipton, še sem bila v depresiji, ne. Noro, on je čisto vrgel to, da genetika, recimo, meni so si rekli, odkje s tem talent, jaz tako, kakšen talent? Jaz prihajam iz enih institucij, tam ni bilo nekega talenta, nič ne. In tudi starši so bili, ne vem kva,
že da bi rekel povprečni ljudje, ne, športniki ali pa strici tudi ne. Preprosto, jaz mislim, da se rodiš s tem, se pa da izučiti alfa, vsak se lahko nauči, ne, zdaj odvisno, koliko boš potrpežljiv, da boš šel. In kaj se to zgodi? Bom dala zdaj možgane. Tole so možgani, leva, čakajte vi, ki gledate, imate to levo, ne, ta je pa desna, ja, desna pa leva. Mi tukaj obe sinhrono povežemo v alfišene, v beti večinoma skozi levo dobivamo informacije, to je razlika. In jaz, ko so me naučili vizualizirati, tam pri 15 letih me je trener naučil avtogeni trening, rečemo pa 17 so me pa naučili vizualizirati, pa pol v Ameriki sem zelo nadgradila, sem najemala učitelje. Meni noben ni to razložil, jaz sem delala, se pravi, prakso sem delala, šele kasneje mi je bilo jasno, o moj bog, če bi to ljudje vedeli, sploh za šolski sistem, koliko ti prišparaš ur učenja. Jaz sem maturo, nisem je naredila, ampak tisti predmet, ki sem matematiko nisem, smo imeli izziv z enim profesorjem, ampak pustimo to zgodbo. Jaz sem slovenščino se učila mogoče vse skupaj 20 ur z vsemi branji, ampak točno tri vprašanja sem si vizualizirala in točno 3 sem potegnila, tista 3, ne. In je še učiteljica bila, kako pa to znaš, čist frapirana, ne. Ampak to so te finte, ki jih lahko uporabiš, finte, zato ker nimaš časa ti se učiti tone snovi, pa odgovarjati na vse živo izpitih, testih, ki si rečeš, jaz imam drugo kariero, ne, športno. Mislim, vse oboje furaš, probaš, ne, če lahko. Teta, da bom tako povedala še, ko je otrok nekje 13-14, gre iz alfe v beto stanje. In kaj se to zgodi? Če imate kakšnega najstnika zdajle, ki je šel v srednjo šolo, koncentracija se mu zmanjša. To je čist biološko, se pravi biološko pogojen. Tukaj ni, da zdaj otrok rata len ali pa karkoli. Preprosto je šel iz tega stanja v beto, tako kamine, 14 do 21 odrasli. In tukaj je res fajn, če otroku ponudimo karkoli. Recimo, mi imamo eno zelo hiperaktivko, ki je očitno od obeh od naju nekaj pobrala, midva se umirjava, ona še bolj hiperaktivna. Bobni smo ugotovili so za njo. Sprav, ko bobna, ona lahko 2 ure bobna in bo kul in jo čisto umirja, ne. Druge 2 jim je super vodena meditacija. Nekaj časa sem jaz govorila, ste kaj imam iti iz brez veze, da jim raj vodeno, ne. Tako da fajn je, da imajo to, no, vsake toliko časa, ker imajo preveč drugače snovi. No, tiska pa želi pa otroka itak da v kakšno šolanje na domu. Ja, kar vpraš. Vodena meditacija, kaj to pomeni, a da nekdo zunanji pride? Na YouTubeu, ja, posnetke. Jaz imam kolegico Irino Kahne, ki ima super za otroke, tako da si lahko dol brezplačno, eno čarobno deželo, ful obožuje, ki posluša. Tako da, ja, take zadeve. Jaz jih ogromno sem na začetku poslušala v angleščini, zdaj pa že sama jih izvajam, no. Imam tudi na moji strani brezplačno odpiranje srca v svetlobnem jeziku, se pravi, tudi odpre malo intuitivna tehnologija, ki ti odpre zelo srce, plus, zdaj imam pa še vaja sproščanja, gor tudi brezplačno, ki je prva vaja, ki se učimo v Silvi, ne, se pravi, sprostite, zelo regenerira. Greš čez skozi štetjem, pa čez telo, pa to še poglobiš, tako da je 1,5 ure dolga. To si lahko vse snamete. Ampak za otroke so bolj te čarobne dežele, palčki, škratki, oni bojo bolj to, no. Čeprav sem imela enega fantka, ki je tudi to Silvo poslušal, mi jo je mamica brala, jaz nisem mogla verjeti. Ampak očitno enim odgovarja, ne. Kaj pa bi vi svetovala najstniku, ki ugotovi, da si sploh ne more zapomniti nobene snovi več? Da sploh ne more več kar naenkrat. V šolo hoditi, ja. Ja, to se tudi zgodi, mi kakšen starš reče, jaz bi ga dala nekam, da se nauči, no, sprostiti, zdaj na pametno vedela, ko vse živo obstaja za te otroke. Recimo ta je ful dobra, pozitivno mišljenje, kaj že to, 7 klobukov razmišljanja. Nastja, ja, ona je super za te otroke. Kaj če? Ona ima zelo veliko stvari za otroke. Ja, Anade, točno. Šolo za starše ima tudi. Ja, jaz sem vedno rekla, če bojo moji otroci, malo pomeni, Nastja Mulej, ona ima super to razdelan, res, in je vsakega, ki ima kakršnekoli izzive, to je to. Ker jaz res nisem za to učenje, sem pa za vizualizacijo, pa za sproščanje, za tisto osnovo za naučiti, ne.
Se pravi, če sam ponovim, beta je stanje aktivnega mišljenja in koncentracije, ne? Alfa, ki jo vidimo tole, je stanje brez razmišljanja, lahke hipnoze, relaksacije in miru. V alfi tudi delajo operacije, recimo na zobovju, kaj imajo še te lažje operacije, porode so tudi delali v alfi, no? Se pravi v lahki hipnozi. Mislim, pri nas ne vem če, jaz se nikoli nisem odločila to globoko, ker si nisem upala, no. Porod je res ena taka velika, mislim, en proces, ne, ko se res kot ženska na novo rodiš, jaz rečem. Teta je pa stanje povezan z visoko stopnjo sugestibilnosti, se pravi, če greš na hipnozo, si v teti, več ali manj. Zdaj, kaj se zgodi? Recimo, ko hodijo ljudje na silvo, dosti prehajajo z alfe na teto. Kako to veš? Ko imaš manj misli, pa še globje se regenerira, spočiješ, ko priješ ven iz tega. To veš pol. Aha, danes sem bil pa v teti. Drugače bi hotel meriti, greš pač nekaj, jaz rečem karni, on ima tiste meritve, greš tja pa si zmeriš, ali sem zdaj v alfi ali teti, ne? Ali sem že dosegam teto ali ne. To se danes da vse zmeriti. Recimo te top, jaz se eno spremljam, kaj je ta Regan Hillier, ali pa ta, tega ne spremljam, kaj je že najbolj znan speaker, Anthony Robbins, recimo. Oni imajo vse te mašine, ki jim že mer, kako imajo auro veliko, a so v teti, alfi, delti, dispensamo, vse živo mašin slišam, recimo Mojca mi povedala, Fatur, kva so vse merali potem, ko so pošiljali energijo zdravljenja in podobno, ne. Tako da danes to že vse obstaja, samo mogoče v našem slovenskem prostoru se toliko ne govori, ker se mi zdi alternativa še kar vedno malo potaškana, no. Mislim, skozi manj, ampak ja, počas prihajamo na zeleno vejo, kar se to tiče. Pa tukaj bi še nekaj omenila. Jaz recimo v športu dostikrat boste naleteli doping in vse živo. Mene je vedno že zaradi teh tablet. Jaz sem bila res, rečem, prvih 14 let skozi na tabletah, antibiotikih, vse živo. Moj čreves je bil čisto uničen, ne. Jaz sem bila res zadrogirana, no. Mislim, tako medicinsko zadrogirana. Tako da vedno sem rekla, jaz sem iskala rešitve, da prijem iz tega, da si popravljam zdravje in zato sem šla v šport. V bistvu so ugotovili, da sem nadarjena, ne vem od kje, in so me dali v šport pač v Škofji Loki, učitelj telovadbe me je odkril, pa še par drugih. Pa se ne veš, da boš v vrhunski šport šel ali ne, to je tombola. Ampak pač zgleda, sem bila toliko determinirana, ker sem popravljala vedno zdravje in pokar naenkrat sem zmagala na olimpijskih igrah mladih, pri 17, potem se je pa itak kariera odprla, ne. Tako da pot te vodi, življenje te vodi. In kasneje sem delala z Zagorelcem, je tako napisal, ful lepo posvetilo v knjigi, osojna je bila ta pot, ne, meni je bila osojna športna pot. Mogoče tudi danes, da dosti stvari odpiram ljudem, tak občutek imam, ne, to je kot eno moje poslanstvo. Se pravi, odpiram, kaj je možno. Tudi če začel z minusa, lahko končaš na plusu, ne. Vmes imaš pa malo, jaz rečem, brzic na rekah, ne, kot je življenje. Tako da ja, še to bi povedala. To je mene enkrat čisto presenetilo, sem šla k moji terapevtki Tini Anandi in je imela eno izobraževanje, ki po mojem je tudi ona nekje poslušala, res ful dobro izobraževanje. Je rekla, dajte si pogledati predmetnike otroka, ne glede srednja šola pa osnovna šola, koliko je predmetov, ki grejo čez levo možgansko polovico. Večino. Če se štemo, matematika, kemija, fizika, ne, logika, koliko jih pa targetira desno. Skozi manj je umetnosti, telovadbo, koliko imajo, 2-3 ure sploh osnovno šol, vsega so jim skinili 1 uro, tehnika, ful mal, in mi smo se tako sprašvali v predavanju, komu služi, da si ti na tem predalčku, ne? Da si kot, v bistvu si streniran za uradnika, da poslušaš pravila, ne? Tako smo vsi bili, tudi jaz v športu, ne? Ker v bistvu izpolnjuješ pravila, ukaze, ki ti jih nekdo da, pa se strinjaš ali pa ne, pa tvoj problem, ne? Jaz rečem, mislim, moj problem. In naš cilj je kot človeštvo, kar jaz vidim, no, z vseh teh prebranih zadev, pa jaz rečem, nič ne vem, ne, obe uskladiti. In ko bomo obe usklajevali, bomo dostikrat čez dan v alfi. V alfi pomeni tudi, ko Schubert nad, tudi tam si v alfi. Recimo, meni je včasih fino brati te zapise od Zvezdane, ona reče, jaz sem v zemlji, to je to, jaz vse nodam, kar je bolečina. Isto jaz če kaj rabim spustiti, grem v gozd, bosa hodim, ne glede kakšno je vreme, ali pa v reko, ne grem več do tukaj, ker to je bilo mučenje v športu, zdaj imam dosti tega mučenja, ne, smo v ledene kopeli hodili, ne, ampak grem do tukaj in spustim, ne reka odnese, ne, in sem že v alfi, sprav ne rabiš meditirati, ti sam najti svoje načine, ne, da boš
redno čustva, da bojo odtekala, ne? Da se jim ne nalagaš. Ker, če boste brali, recimo založba Kiara pred mano je izdala Od sanele, tudi odlična knjiga. Ona je pisovala vse te bolnike, ki so hodili k njej, umret dobesedno, polni zamer. Niso govorili, rekla, pa kaj imate vi to Slovenci? Dobro, jaz sem delno tudi četrtino, moj dedi bil Srb, pa živeli smo v Bosni en obdobje, mislim, ne mi, ampak moja mama. Tudi tam ni vse gladko, ne, ampak rekla, vi pa te res zamer v tem prostoru, ne. In je rekla, na smrtni postelji večina ljudi obžaluje, zakaj sem jaz njemu zameril 30 let nazaj, niti spomnim se ne, kaj je bilo. Ampak nisem govoril in danes mi je žal. In to vse se tlači na naše organe in zato mi zbolevamo, nič drugega, ne. Tukaj ni, da si slučajno ulovil nekje raka, ni to. Mislim, sama govorim, sem bila v bolnicah in sem samo opazovala, kaj se dogaja, ne. Kot otrok imaš veliko časa za opazovati. Mislim, tako res. Kaj pa mislijo ljudje, da nič otrok ne ve, ne, res veliko otroci tako telesno povzamejo, no, karkoli. Ja, v bistvu, če grem zdaj naprej, koliko mislite, dajte mi malo povedati, jaz to vedno naredim moje zadeve, malo interaktivne, koliko vi mislite, da imate vpliv na svoje življenje, da se lahko odločate? A tako 50%, noč, ja. Lahko, ja. To, kakor hočemo. To, kakor hočete, ne? Ja, ja. Recimo, jaz sem se učila pač Silve Prviša na Kijanju, to je en, ki je ustanovitelj v München, sem ga tudi spoznala leta 2018 in on je dal ta podatek, je bilo ful zanimivo, to je ena spletna platforma Mindvalley, ki je zdaj tak po vseh reklamah pri nas v slovenskem prostoru, ne. On je rekel, Marie Diamond, to je ena zelo znana feng shui terapeutka v Ameriki, drugače Nizozemka, je rekla tako, 1/3 tvojega življenja bo ustvaril tvoj se pravi, kar si mi zapišemo cilje in gremo v akcijo, 1/3 tvoja duša, se pravi, ko se rodiš, tvoje dušno poslanstvo, 1/3 pa tvoja okolica, energija, ki te obdaja. Višen je rekel, jaz imam merilo 50-50, ne. Večina ljudi, jaz mislim, govorim zdaj slovenski prostor, pustimo zdaj druge, jaz mislim, da rečejo, bo kakor bo, ne. Mislim, 70% gre, 30 pa jaz lahko odločam. Jaz imam tak občutek. Mislim, tako, govorim, ko hodim takole v trgovino, itd., ne govorim delavnice. Ampak to se zdaj spreminja. Zadnje 2 leta se zelo spreminja. Moje vodilo je bilo tako, jaz sem vedno mislila 80%, da lahko jaz 20% tako. Zdaj zadnje čase se zelo prepuščam, kako ne rečem, življenju, ali pa lahko bi rekla intuiciji moji, da me kar vodi. Jaz zelo, vsej si dam cilje, ampak ne pa več toliko mora to biti kot včasih. Kar gledam, kam mi življenje sporoča. Recimo, mi si kupujemo že vsaj 3 leta zemljo, oziroma neko posestvo, sva pol z možem ugotovila, ni nujno, da v gor že hiša, bo že nekaj. No, otroci pa želijo konja. In zdaj, kva se je zgodil prvo? Zdaj smo konja kupili. Kaj rečeš, zakaj? Ker opazujemo, ne, sta 13-12 let, zdaj le obdobje, ki lahko, kako rečejo, Mariborčani, zglajza, avzglajza? Ja, to je to. In raje imamo konja pri hiš, ne, ker da one lutajo okrog. Pri 15-ih, bil je cilj, da ga pri 15-ih, ne. Poleg tega, COVID je marsikaj pokazal, šolski sistem, mi smo mogli otroka umakniti iz šole, ena ratala že na pol depresivna. Hvala Bogu, sem šla čez to izkušnjo, da sem ugotovila toliko prej, ne, ker sem še ležala pod kovdrom, ni prišla ven, ker zumi so jo čist drmali, ne, ta srednja. In smo jo najprej njo hoteli umakniti, smo jo dali Montessori, privat šolo, v Kajžico, in to tudi finančno stane, ne, pač je sistem naš šolski, kakršen je, jaz rečem, denar bi mogel potovati z otrokom, ampak zaenkrat še ne. Tako da so ljudje, ki bojo tudi to uredili, ker vem, sem imela eno iz bančnega sistema, ki ima tudi poslanstvo, marsikaj tam razburkati, ampak lej, počas, ker se jih več zbere, pa bojo to zalaufali, ne. Tudi šolski sistem se preoblikuje in jaz ko rečem, poglejte, kaj vam kaže življenje, jaz bi lahko šla ustaljeno, ne, zemlja, hiška, pa vse drugo, pa vse povožem. Ampak definitivno bi imela zdaj zelo depresivnega otroka, ki bi bil res nesrečen v javni šoli. Pač tak otrok je, ni za javno šolo. Eni so, hvala Bogu, pri nas ni, ne. In potem so posledično vse 3 šle z njo, ne. Tako da rečeš, adijo pamet, ne. Tako da zemlja bo. To je to. Ja, ali pa ne bomo. Kaj se že kaže. Ja, ker je tudi moje poslanstvo to, no, sem prav videla.
Tako da ja, to so te stvari, ki jih moraš prilagajati, ne moreš iti ustaljeno, tako je, pa povoziš vse okrog sebe, druge družinske člane. Recimo, mi imamo še vedno, ko gremo, res redko gremo, vsaj jih mojim staršem, možem več, ki je vprašanje, a ste že kupili to zemljo? Jaz tako ne. Imamo pa konja. Tako da za njih je to, kak so to neuspešna družina, ne? Ampak mi tako, smo pa zadovoljni. Koliko mečkajo, ne? Kaj če? Koliko mečkajo. Ja, to, pa kaj s tabo, lej, malo boš, ne vem, koliko 50, pa nima zemlje. Mislim tako, ker mora to biti ne hiška pa vse. Ampak jaz, ker gledam moji kolege v tujini, oni so začeli kupovati hiše 43 prvič, ne? Mi v Sloveniji smo izredno zgodni s to kupno močjo. Pač vsak se sam odločne. Zdaj so pa spet ločitve na pohodu, pa spet gre so malo, ne, te hiške srečam, tako da vse živo se dogaja v Sloveniji. Ja, kaj sem še hotela povedati? Ok, vizualizacija, da nam preveč. Ko boste planirali karkoli, mi večinoma predsedimo, kva bomo naredili v enem letu, ampak za 4 leta pa premalo si damo, ne. Mi smo vedno planirali 4-letni ciklus, to tudi opisujemo v knjigi, ne. Mi smo si dali 4 leta, ali pa jaz sem si včasih 5-letno obdobje. In ponavadi sem lahko vse uresničila, mislim s svojo ekipo, ne, ki sem imel kot športnik. Sam skoraj nič ne moš narediti v vrhunskem športu, rabiš maserja, za prehrano svetovalca, potem nekoga za preventivo poškodb, fizioterapeuta, pač hodiš tja. In to je treba vse financirati, ne. Tako da, ja, je kar. Ok, dobro, tu imam zdaj veliko obvez. Ko mi smo v alfi stanju, ne, tisti, ki so rekli zeleni kvadrati, ki je še veliko stvari, ki jih lahko vsak napreduje tam, ne, ti vadiš takrat koncentracijo, domišljijo in fizično sproščanje, ne, ko si tam, ko kreativno nekaj vizualiziraš in razmišljaš. Se pravi, si s podobami predstavljaš nekaj, kar želiš, da se uresniči, to je to. In v podzavest res neseš, dodaš, jaz rečem, to je tako računalniška datoteka, naložiš novo datoteko, to se bo zgodilo, ne, se pravi, je že. Podzavest nalož, a je to danes ali jutri, pač je v sedanjiku, ne, in pol greš v akcijo, kar ti življenje sporoča, ne. Akcijo pomeni čisto majhen korak. Recimo, jaz sem zdaj tako, jaz doskrat si dam namero, da mi prinese v moje življenje. Recimo zdaj sem si dala 3 ljudi, da je pozabila, enega sem takoj dobila, v roku enega meseca, sem rekla, daj mi enega etičnega za res etičnega, to se mi zdaj ful težko za kredite. Imela sem 2 človeka, ampak sta se mi zdela tako, ne, za kredite, da vidim, kje smo z vsem tem, ne. In mi je v neki savnik, smo se s puncem pogovarjali, unije, veš, pesko. Pa so on mi 5 let rekel nazaj, ko hišo kupovala, daj poklič me. Jaz tako pa se ne morem verjeti, ne. A veste, tako vesolje pol deluje, ne. Pa sem rabila računovodjo, ker sem menjala računovodkinjo, ne, smo imeli res, ona imela neko smernico, jaz pa tukaj, meni je pa denar odtekel, se rekla, to ne gre skav. In ko sem zamenjala, ne, v enem tednu sem najela novega računovodja, samo odločiti sem se mogla, ne, sam namero sem dala, daj mi nekoga, ki bo me razumel, ki je na isti liniji, ki jaz. Ne, kaj una tam, jaz pa tam, pa nimava istega jezika, ne, to je to. Tako da to so vse zelo hitro uresniči. Tudi če misliš, kje bom najdel strokovnjaka, boš ga, privlačiš ga, no, v svoje življenje, to je to. Ja, tisti, ki meditirate pa planirate, zelo dobro. Tudi dokazano v zahodni medicini so že začeli meditacijo uporabljati, večinoma recimo v nemških klinikah, privatno, v ameriških, kot del zdravljenja rakavih bolnikov, pa te, ki imajo res te dolgotrajne bolezni, zelo ti gre, boljš ti gre imunski sistem, no. Jaz lahko povem, sem začela meditirati 2013, po 3. porodu, tako v 4 letih sem imela 3 porode, ne vem, zakaj sem se tako olimpijsko vsega lotevala, čisto preveč, ampak tega ne veš, pač tako je, ne da bi vse planirala, ampak pač tako je bilo, ne. In res sem bila uničena, no, mislim, telo zmozgano, vse, ko mi se z ene depresije prišla, se je kao, da je nov še druga in sem začela meditirati, ne. In res mi je pomagalo, v bistvu sem tako počas lezla ven iz vseh tistih mojih nočnih mor, vzorcev, prepričanj, ki sem jih mogla začeti predelovati, ne. To je bilo to. Od otroštva dalje, ne. Manj si tudi tesnoben, zelo si pozitiven, če dolgoročno meditiraš, pa ljudje so tudi manj stari, ful zanimiv. Recimo, jaz sem šla k dr. Andreju Rusu, on ima transcendentalno meditacijo, drugače Vipassana je tudi zelo dobra, drugače lahko se kjerokoli meditacijo naučite.
Najmanj je pa priporočljiv teh posnetke po YouTubu. No? Zakaj to govorim, ko dosti delam energijsko? Ne veš, kakšnega izvora je človek, no? Razen če poznaš. Mislim, tako poznaš, da ti resonira v redu. Ne? Jaz temu rečem, ko odpreš bolj in bolj zaznave, res zaznavaš tudi druge ljudi. Ne? Tako da fajn je vedeti, ne da vsega Angleža poslušaš meditacijo, ker ne veš, je to zdaj, sem marketinško narejen, da res povzameš vse zadeve, ne, preko tega človeka. O tem se ne govori, ampak je. Tako sem bila pri drugih terapevtkah, čisto enak so govorile. Ne. Jaz lahko povem, da kar je bila rdeča nit v mojem življenju po depresiji, jaz vedno rečem, pred depresijo je bilo eno obdobje, kariera, športna itd., po depresiji pa zdaj drugo obdobje. Najbolj mi pomagalo to in to res vsakmu predlagam. No. Dajte pogledati v življenju, kje trenutno imate kakšno dramo. Se pravi, drama pomeni nekaj, da vam skače, pa se vam skozi ponavlja, mogoče na drug način. Ali je to sodelavcem nekaj teži v službi, ali je to recimo neurejeni odnosi doma, ne na vseh linijah, ampak mogoče z enemu. To se ponavlja pol, dokler se ti ne loteš razreševati. Ne moramo mi, jaz sem včasih mislila, ja, 5 dram se bom lotila naenkrat, pozab. Res, ker pol še čisto se razsuješ, ne moreš to. Jaz sem pol kasneje se naučila, dajmo enega po enega, kljukico pa dalje. Ne? Jaz sem rekla, ko uredim z računovodkinjo, gremo nadaljevanje z ne še iskanje posestev, vse vem, kjer kraje, sam prepričati še treba ostalo družino, ampak postopoma greš, ne? To je to. Ker eni se strinjajo z eno lokacijo, drugi pa drugo. Tako je. Zelo pomemben je postaviti meje, se pravi ne. Jaz sem enkrat imela drug dar, ki ga imam, no? Mislim, dar, vsak ima darove, ki priješ na svet. Drug dar je, da res lahko to pridem do ljudi, ki so tako, mi bi jim rekli, jaz rečem kraljevina. Zelo znani ljudje, karkoli. Mislim, jaz se tako enega rečem, aha, Višana brada spoznala, živi v Kuala Lumpurju, no, si ga bo zvizualizirala. In pol v 2 letih pridem do njega, ne? Ne vem, pač taka sem, ne vem zakaj, ampak ene ljudje verjetno si jih zvizualiziram, zato ker me je neka sporočila za mene. In recimo, jaz sem pred leti delala ogromno intervjujev z izredno uspešnimi ženskami v športu, ki so bile ene pol tudi v politiki, ene v podjetjih, ker sem delala magistrsko raziskavo, kaj bi že naslov, ki je bila res prva raziskava, so se še čudno na FDV-ju, če sem vse nekaj skopirala, sem kako ne skopiram, če noben se tega še ni lotil. Ne. Mislim, da koliko je sploh žensk na vodstvenih položajih v športu, no? Nekaj tazga je bilo. In mi je rekla ena gospa, Maja, ki je bila pol ministrica, da je ona največkrat, kaj se je najbolj naučila v življenju, kar je meni čisto vrnil narediti dobesedno, največkrat reči ne, se pravi ne projektom. In jaz ko sem rekla, ne, zakaj, priložnosti ti uhajajo, ne, jaz pa tako takrat vse grabila. Ja, logično, zato sem padla v depresijo, ker sem bila čisto obremenjena z vsem, ne. Prvo družina doma, pa še projekti, ne, tam sem delala. In meni je to šele kasneje tako 7 let kapnilo pismo, dajmo se reči ne, ali pa odnosom, ki nam ne podpirajo. Rečem, ljudje so še skozi v nekih družinah, ki je čisto razsute družine in še obstajajo. Zakaj? Ker se vleče iz predniških linij zadeve, ne, vzorce itd. Sama govorim, smo imeli veliko alkoholizma v družini, mislim ne moji, ampak pač v drugi družini, in smo to zapirali, ne, ker se rekam, moramo zapreti, drugače bo šlo na naše deklice. Pa smo imeli v eni liniji družini cel kup samomorov. Noro, mislim, tako rečeš, in to je tudi treba na nek način zapreti, ne. Se pravi, zakaj so bili samomori? Te ljudje niso bili nikoli slišani, ker sem šla raziskovati pol te strice, zakaj so to delali, ne. Nikoli slišan, preveč dram so imeli naenkrat in so pač rekli, ne morem več živeti, ne. Mislim, res se to v vsaki družini skrkaj tazga, ne, v Sloveniji. In to zdaj popravljamo in zapiramo kot narod, ne, individualno in ne. Se pravi, naučite se večkrat reči ne in to tudi v knjigi opišem z nekim sočutjem in ljubeznijo, ampak res, strogo ne. Ne boš mi več pil energije ali pa pila, ne. Dovolj je. Jaz sem to zelo dolgo rabila. Pa vzpostaviti neke odnose, ki so res harmonični. Se mi zdi, da to še vedno smo v Sloveniji kar navajeni, vsak nas nekaj izkorišča. Sam sem gledala, koliko je še enih igor, ki te nategnejo, mislim, tako se tudi sama sem parkrat bila, tako da nisem nedolžna. Ampak res rečeš, o moj Bog, res rabimo se postaviti v to svojo samozavest, ne? Mislim, zdravo samozavest, ne
Ono, ki gledamo na televiziji, včasih, ki je, Bog pomagi, res. Se pravi, čiščenje, to je stvar, ki sem jo res opisovala v knjigi, čiščenje energijskih vampirjev, mogoče se vam bo to čuden zdel. To so ljudje, ki so lahko tudi v vaši družini, teh se ne moreš znebiti, ampak lahko si pa za nekaj časa odmakneš. Kaj se meni zgodilo? Isto stvar razreševala z možem pri družinskem terapevtu. Zakaj moramo hoditi vsako nedeljo na družinski kosilo, če nama to ne leži in nama stres povzroča? In potem terapeut dal čisto osnovno vprašanje. Kaj pa, če ne bi šla? Kaj bi se zgodilo? In da tako se spogledava, jo ne vem, da jo probati. In pol so šla enkrat, dvakrat, trikrat in potem kličejo starši, kaj ste nam nekaj zamerali? Pa je sko, ne, pač ne čutva, da bi šla. In pol leta nisva šla, mi da ful svobodna, končno smo začeli hoditi ven kot družina, ne, za vikende. Nismo samo tam bili nesrečni pri kosilu. In pol, ko smo to uredili in so videli, da ne morejo pač nekaj sforsirati, smo vratali še boljši odnosi, ne. Res, taka osnovna ena zadeva. Jaz sem imela cel kup energijskih vampirjev v športu. To je bilo noro. Brigite, da je to zrihti dejavno. Zakaj? Zato, ker nisem sama bila postavljena še in so me ljudje prosili za, ko se reče, karkoli že, usluge. In jaz sem vsakmu rekla, ja, sebe sem pa povozila. Skozi sem bila ta zadnja, ne. Ja, ne čula sem pol bila v diagnozi, ne, spet. Tako da ja, to je ena taka osnov. Pol, če gremo nadgradnjo, ogromno je, sem mogoče od eni to prvi slišala, eni ne, entitet, ki so nalimane nate. Entiteta je kot energijska tvorba. Eni, recimo, živijo, jaz sem imela tudi eno deklico, športnico, ki je videla duše v bistvu v njenem domovanju, tudi mama je rekla, jo, mi ne moramo biti v tej hiši, mi se moramo preseliti nazaj v staro, ne, ki so imeli možnost. Vse, kaj ste dali kakšnemu človeku, da to ščisti? Ja, pa ne vemo, izgleda se je nazaj pojavili. Pa sem imela eno družino, ki so rekli, kar portal je bil tako en prehod duš sred njihove bajte. In so naredili eno, jaz to nisem naredila, da je možno, in so naredili en obred in so ta portal nesli v gozd in pa je bilo mir in je otrok lahko spal, ni bilo nočnih mor. Tega je ful veliko. Ena gospa je prišla k meni, hotela prodati hišo, ne, pač to so jih odprli, nekaj bremza. V telesu sem zaznala, da ta hiša nekaj čudnega, tako črna energija, vse okrog, vse kaj, sorry, jaz nisem človek, ki to čistim, pejt k temu, Hivano, ne, jaz sem šla Hivano, na Hrvaško unijo sem rekel, ubi bože, ne, tole ne bomo mogli prodati, dokler ni očiščen in sta v fazi zdaj čiščenja. In sem 100% da bojo prodali hišo, ker to človek začuti, ko stopaš na posestvo, ne, to ni tako. Jaz sem bila polna teh nalimanih, ne vem kva, 21 sem jih imela, tudi v knjigi opisuje, ne. In prvič, ko je gorec o tem govoril, mu nisem verjela, zato ker sem bila pač še zavest, tole, če ni utopljivo, to ne obstaja, ne, mislim. Tako da ja, to so vse zadeve, o katerih se bo še več govoril, ne, to so zdaj šele začetki. Potem, kar je pa še pomembnejše od tega, dajmo upravljati svoja poslanstva. Zdaj me pa zanima, koliko od vas že opravlja to, ali pa saj delno. Vsaj delno, že, ok, super. No, ko bom prišla, jaz rečem v prostore, pa bo tako 3/4, pa rečem, yes, Slovenija je to. Ne, zakaj? Ker v bistvu odnosi bojo čist drugi. To je osnova potem za vse te zadeve, ne, res. Sam je pa tako, ko ti odkrivaš svoje poslanstvo, hkrati te zadeve rihtaš, ne. To ni tako, da boš kar preskočil, ne moreš. Jaz sem imela enkrat ene študente, ki so me vprašali, Brigita, daj mi odgovor, kako najdeti svoje poslanstvo pred 20 letih. Saj, če bi jaz to vedela, jaz bi bila, pa mi res to ni pomembno, jaz bi bila milijonarka. Ne vem, to boš ugotovil. To deli, če ti ni všeč, ne boš delal, ne. Uno deli, če ti ni všeč, to ne boš delal, ne. Mislim, jaz sem šla to dolgo pot, verjetno eni pa čutijo že od mečkenega, kaj bojo delali, ne. Eni pa gremo še daljšo. Ja, eni pa še In recimo, meni je zelo zanimivo, ker včasih vidim, gospe in gospode tam 70, pa grejo delavnice, pa tako ful zadovoljni. Večino, ki pa tako gremo v trgovino, ali pa kam pa nezadovoljni pri teh letih, ne, govorim ta leta, ne, ful zanimiv. Pa dobro, se so tudi eni nezadovoljni mislim, pri 20 ali pa 25, ne, se vidi. Ampak res, nikoli ni prepozno, da najdeš svoje poslanstvo, ne, tudi v penziji ni prepozno. Samo, da si ti zadovoljen, ker ko to upravljaš, tudi če je hobi, v bistvu toliko si zadovoljen, da prvič ne čutiš, da delaš, drugič pa okrog tebe družina to čuti, ne. In jaz otrokom, če nič drugega ne tumbam, jaz ne rečem, moraš osnovno narediti, kaj je že srednjo, pa ne vem kaj, ne. Jaz rečem, najte si svoje poslanstvo.
to, kar boste delali, delite z veseljem. Midva vas bo usmerjala, če bo potrebno dati za neke dodatne delavnice, da to, kar vi nosite s sabo, da se spomnite, še bolj bomo dali. To je edino, kar jim rečemo, ne, pač ne omejeno, ampak v nekih zmožnostih, ne. In tudi ena je že rekla, ne grem na faks, verjetno tudi druga nošla, ne, ki se sledijo. In moje mnenje je, da te otroci, ki prihajajo za nami, bojo čist nek drug svet furali, res v neki harmoniji, ljubezni imajo ful vse, sočutja, na način, kako ravnajo z živalmi, čist drugače kot mi, mislim mi, nekateri še vedno, no, se ne vsi. Res humano, no. Razreševanje odnosov, to bom ja. Ja, to je ena, tole. No, jaz sem vedno rekla, a bi kakšen isto rekel, moja primarna družina, kjer sem se rodila, je bila vedno Addams Family. Res Addams Family, veš. In vedno to povem, ker jaz nisem nikoli gledala teh šovov, kaj so že, ko dajo kamere, ko snemajo, kako se že reče, reality show, ja, resnični šovi. Ampak vedno sem rekla mojemu možu, pa enkrat tudi enemu terapeutu, če bi dali v našo družino, takrat se je odraščala kamere, mi povozimo vse, zmagamo, res to je bila čisto trio družina. Tako da ne vem, če je še kakšen tako čutil. In jaz sem si vedno rekla, jaz hočem imeti družino, da bo kontra Addams Family. Ampak to sva jo mogla ustvariti, ne, in to je res trdo delo bilo, ker oba so prišla z res čudnih družin, mislim, njegova, hvala Bogu, ni bila toliko Addamska naša, res. Ampak, a veste, glih te družine ti pa nekaj tudi dajo, ne, v bistvu te res zurijo, strenirajo, ne, da si pozoren na stvari, kar drugače ne bi bil, ne. In zelo izven cone obdobja te mečejo. Evo, tukaj vam jaz v bistvu, kje me lahko najdete, se bom bolj še povedala 2 stvari, ki sem se spomnila. Aha, tole kodo, to vidite, ne? A vas zanima, kaj je to? Tukaj je na knjigi, ne? To je v bistvu, ko ne rečem, koda izvira, svetlobni jezik koda, ki jo je skanalizirala Kaja Kaljani, drugače Slovenka, ki živi na Baliju. To je njeno poslanstvo. Ona stvari zelo skozi kode dobiva naprej, rekla vid naprej. Ni jasno vidna, ampak bolj kot čutenje v vide dobiva. Kar vedno več nas se zbuja ta znanja, ne, zaznave. Ker v bistvu to mi smo, ne. Mi nismo to, kar so nam predstavili, ampak bistveno čisto vse drugo, ne. In ona, jaz, ko sem pisala to knjigo, sem veliko intuitivnih sporočil dobila tako. Eni bi rekli, angeli so mi prenašali, jaz nisem toliko povezana z angeli, se mi zdi, sem bolj z, pač tisti moj vodnik je, pa zelo imam te, kako se reče, mislim, mogoče so čun zdel, ker tudi veliko ljudi, ki pride k meni, imajo zraven, njih čutim boginje, ne znam razložiti, da je to en spola, 2, pač jaz jim rečem boginje. In tega je skozi več se sidra na zemljo, ne. In veliko je bilo sporočil od njih, knjiga je že napisana, čeprav Jure rekel, kako misliš napisana, jaz delam trdo delo vsak dan, da jo oni napišejo iz unga sveta. Vse, kar ne, knjiga je že napisana, je že skanalizirano vse, kar mora biti noc, zdaj bo pa sam tiskaj bo bral, bo res odpiral bralca, bralko, da pogleda res svoje življenje, kje so stvari, ki mogoče lahko še malo nadgradim, ne, zadeve. In source koda, v bistvu koda od vira, to podpre. Recimo tudi meditacija, svetlobni jezik, ljudje, ki pišejo, Maja Metličar je mene inicirala v to znanje, mislim, to ni znanje, to je v bistvu, kako ne rečem, odgovornost, ki jo nosimo že tisočletja s sabo, tako kot tisti, ki so bioterapeuti, pač to je njihovo z prejšnjih življenj so to delali, ne, ni to nič nekaj neznanga. Mene so pa čakale kode, ne, svetlobni jezik kode. Jaz jih vidim, ko grejo človeka, določen organ, ki je zaprt, začutim, pa potem, če je dovoljenje, odpiram, se pravi, vprašam človeka, pa tudi nevidni svet, če lahko odprem. In pa se vse živo sproži, pa enih je tako, kakšen glavobol, prvi, drugi dan, ali pa tako, eni so čist nahajpani, ne, mislim, tako res ne more zaspati. Pol se pa ene stvari zelo hitro sprovedejo. In v bistvu svetlobni jezik je tako kot ključ v ključavnico gre in odpre tisto naslednjo vašo pot, kar rabite, ne. In knjigo sem čutila, da mora biti podprta s kodo. Ne vem zakaj, to je bilo čisto spontano, prišlo je, ne. Jaz rečem od nekje, pač v karkoli verjameš, ne. In vse moji projekti, recimo bom povedala eno zadevo, tudi koliko teh kodijo v poslovnem svetu, ne vsi mislil.
Vse projekte v nadaljevanju, jaz Kajo prosim, ne mi zriše kodo. Ne? Recimo, zdaj si bom prvič v življenju dala tatu, sem se zelo upirala. Potem sem pa sanjala, da tatu so mi z neko tehnologijo v prejšnjih življenjih dol zrezali, prav z kože in sem zgubila vso moč. In tatu je zdaj, da prihaja nazaj k meni. Ne? In ko sem možu to povedala, čist je vzrojil. Ne? Zakaj? Zato, ker je rekel, ne, zato, ker imajo druge tatu, misliš še ti je skop. Ne, jaz sovražam igle že od rojstva, ne, so me tako prešpikali. Jaz čutila, da to prihaja, tako kot sem čutila kot knjiga, kot naslednji, rekel, mejnik, no, v življenju in potem se spet nekaj premakneš naprej. Ne. Ko sem bila v Dubaju, na Expotu, ne vem, če ste slišali, se nekaj je bilo reklame v Sloveniji, ne. Expo, smo delali en projekt z Rikotom, Sophia Academy, kjer sem tudi coachinja, pa Knauf Isolation. Pol ljudi v naši ekipi imeli kode, no, na telefonu, vsak svojo, ker to nas kanalizira. In tako, da je en pleme prišel po dolgem času skupaj, no, smo delali ta projekt, to je bilo noro. Projekt je bil res izredno uspešen, izredno so imeli, mi ne rečemo že prodaj, ampak zanimanje za prodaje, mislim, noro. Res vsak je delal sam svoj del v tistem, kjer je najboljši, ne. Jaz sem bila za well-being pa dihanje, dihalne tehnike zadolžena. Potem Women Economic Forum, se spomnite, ki je bil v Ljubljani, tik preden se je zaprl februar 2019? Ja. Jaz nisem vedela, šele kasneje, ko sem šla gledat, ko sem potem Majo Metličar srečala tam, ki je mene inicirala v ta znanja. Nosila sem jih sabo, sem vedela, ne. Oni so imeli kodo in kaj se je dogajalo, prostor je bil čisto zaščiten. Jaz, ko sem šla razmišljati nazaj, sem stopila v to dvorano, Grand Hotel Unijo smo mi bili 1000krat tam, z različnimi proslavami, recimo Olimpijski komite. Nikoli ni bila taka lepa energija kot na Women Economic Forumu. Noro. To je bilo 300 žensk s svojimi res lepimi in tragičnimi zgodbami, ki smo jih delile, ne, pač v angleščini vse, iz različnih delov sveta, ampak koda je držala prostor, ker to se zdaj le čuden zdi, ne. To so vse znanja starodavna, ki so izredno močna, prihaja zdaj nazaj, ne. Tako da to nas vse podpira. Svetlobni jezik je en od teh, prihaja bo še marsikaj drugega, ne. In Slovenija, kar jaz čutim pa vidim, toliko vas je zdravilcev, zdravilci je zelo širok pojem, ne, da je to noro, res, kar pri meni, ki hodijo ljudje, od, ne vem, 10 ljudi, 3 so takoj zdravilci, takoj se zazna. Eni že delajo, eni pa še ne vejo. In rečem, pejt sam, prosim, pejt, ljudje rabijo to, ne. Res, to je noro. In mi imamo zelo podprto zemljo, tudi z različnimi močnimi točkami, jaz sem kar rečem portali, no, pač v teh žargonih tako govorimo, ki se zdaj še bolj odpirajo. Recimo, en teh je Bohinj jezero, ki sem že v Ayahuaski videla, to je cel vortex pod jezerom, to je noro. Te gore, to vse podpirajo. Tako da, če hočete se nafilati, pejte samo v take kraje. Lahko sam hodite tam, pa te že tako. A veste, kot telefon, boš prišel do Bohinja, boš na 30, boš tam ene 2-3 ure, boš na 90. Noro, res tako dobro, tako deluje, ne. Jaz rečem, niti treba v to verjeti, sam občuti v telesu, ne. Pa še cel kot drugih točke, recimo Posočje zdajle, tok se odpira. To Medvešček ima dosti od tega, Staroselce. Ja, mož je bral to knjigo, ja. Jaz sem sam šla na par točk, recimo Krnski krog, pa tam malo krog, ne poznam jih še dosti, ampak jaz grem intuitivno, kamor me pelje, ne, tam. Ampak lahko povem, celo Posočje je taka lepa energija, kot da bi v raju. Jaz jo čutim vsakič. In v bistvu tam je zemlja, ki se jo želim. Sam moram še prepričati moje drage 4 člane, ne, to je to. In vsi rečejo, pa kaj boš tam, boš stran od Ljubljane, sko, hvala Bogu. To je to. Tako da ja, to je naš zlati kraj, ampak cela Slovenija se bo počasi odprla, zdaj so določene točke, bo pa vedno več, no, kar čutimo skozi bolj. No, saj vi tudi čute, ampak skozi, ko popravljaš, ko sem rekla te zadeve, se skozi bolj odpiraš tem zaznavam, ne, to je to. Delfini pa Ayahuaska še, a ne, to vas zanima? Ok, da nam predolga. Delfini so bili tako, kaj sem že dolga. Na delfine sem šla 2 leti nazaj, se pravi ne lani, ampak predlani, ker nismo vedela sploh bo ta retrit. Zakaj sem šla? Meni so se začeli v sanjah pojavljati, ne vem, če vi imate, a veste, vsak ima neka intuitivna sporočila, eni jih tako, likaš pa v ždubu neki, ne, to je to. Temu se reče hunch, kako se reče hunch? Preblisk, ja, ali pa šesti čut rečejo, pač veš, telo ti resonira in veš, ne.
Jaz dobivam take močne zadeve v sanjah. Recimo, mogoče sem bo to zdaj čuden. Enkrat sem sanjala pred Azori, ti boš dobila nepričakovanega dohodka 35.000 evrov. Pa jaz kva? Pa itak možu povem, se smeju kot vedno, ne. Ampak zapišem od dnev, se rekla, ok, telo mi zelo močno sporoča, da to res nimam pojma kako. Kaj se je zgodil? Sem res, ker ne bi nikoli predvidel. Kar naenkrat, ne vem, včasih rečem, uni gor nekaj delajo, ne. Sem bila povabljena v res veliko medijev, ne vem zakaj, pač nekaj se je sprožilo, jaz rečem. Bila sem pri Zvezdani, 6 mesecev kasneje, nepričakovan dohodek, ker sem je ogromno ljudi vpisalo, ki se je silo 35.000 evrov. Jaz ko, kaj? A to je bilo to. Tako da noro, ne. No, pa itak daš pol davčnine, to je to. Tako da je pa še drug poračun vedno v Sloveniji. Tako da ja, take zadeve vam prihajajo skozi bolj, ne. Jaz tudi nisem verjela, dokler se ni 2 let nazaj začel tako močno v sanjah. In meni so prišli delfini in so se mi tako vsako noč sanjali. In tako plavali so okrog mene in sem prvo razmišljala, pa kaj mi sporočajo? A je to igrivost, da imam premalo? A je mogoče sem preveč zategnjena še kje na kakšnem področju, ne? In pa se je nič, bom vprašala kakšnega, ki je strokovnjak za delfine. In jaz pač dostikrat dam kar na Facebook, dajte mi povedati, kdo obvlada delfine. In tako, 2 ženski, Jan Lemuri. Pa jaz tako, kdo je to Jan Lemuri, ne? In potem po nekem naključju ugotovimo, da je on bil 2 bloka sosed v Škofji Loki v Podlubniku od mene. Pač je rekel, ja lej, ti si bila sigurno par let starej od mene, saj s temi malimi se nam družila, ne, zato me ni spoznala. Pa si spremenil priimek, zato nisem vedela, bil je Jan Čadež, ne. In on je šel, njega so poklicali poslanstvo, ima z delfini in kiti izredno povezavo, že izgleda, kaj je en delfin, res ima tak dolg nos, to ne moš verjeti. In živi v Ameriki in v bistvu samo te retrite dela po celem svetu. In je rekel, le Brigita, če se bo odprla Azori, ker je bilo vse za Portugalska, sploh Azori so bile 1 leto zaprt zaradi covida, bom naredil retrit julija. In jaz ko, ok, gremo si manifestirati, jaz vedno tako naredim. Aha, tale retrit rabim, koliko je to denarja, ne vem, koliko je bilo, 2 ali 3 tisoč evrov vse skupaj, ker sem mogla 4 avione vzeti, ker itak Slovenija ni nič vozil. Vsi bom zmanifestirala, včasih most se čudne, kva se da vse narediti. In jaz ko, ok, to rabim, jaz grem prav energijo, se pravi, kaj rabim, kaj bom zaradi tega izboljša postala, pa kaj bom zaradi tega lahko prenesla ljudem. Pa bom povedala, kaj se je pa zgodilo z ljudmi, ki sem poročala iz tam. In jaz že vidim te prenose informacij, se pravi, tako vesolje deluje dostikrat. Vibracijo dvigneš, greš v občutenje sebe, ne vizualiziraš si denar. V bistvu, to je tudi Iza si je dostikrat omenjala, ne denar, ker nima, kako je že bilo sporočilo, pač ni neka taka zadeva, denar je papir, kot bi rekel, kopirc papir, ne? Ampak dajte si vizualizirati ozadje, kaj boste s tem naredili, sploh za dobro ljudi. In jaz sem rekla, jaz rabim iti na Azore, ker nekaj mi delfini sporočajo, da bom jaz to naprej ljudem sporočila, ne? To sem čutila v zadju, razumem jih pa ne. In se je to zmanifestiralo v roku 3 tednov, no? Tako ful hitro je prišel ta denar. In jaz grem čez 4 avione, to je bilo noro. Mislim, na Robi sem bukirala in en otok na drug, ne, sem rekla, aha, vesolje te malo preskuša. No, pa sem s parimi trajekti prišla do pravega otoka. Ko sem jaz vstopila na tisti otok, to je Pico, drugi največji se mi zdi, Ponta Delgada je, pa je pa drugi Pico, mislim, da jih je 7 ali 9. To je bilo, kot da sem tam že bila. Jan mi je povedal, to je bila lemurijska postojanka včasih, ne, v tistih tisočletja nazaj, srečem celo 100.000 let nazaj. In rekel, tisti, ki ste bili tudi v Lemuriji, eni, a veste, ste bili v Egiptu, to zdaj vidim v telesih ljudi, eni ste bili v Egiptu, eni v Atlantidi, eni vse troje, eni v Lemuriji, eni še nazaj od izvora izhajate, mislim, to je noro, kva vse nosimo mi dušne zapise, adijo pamet. No, jaz sem bila delno tudi v Lemuriji, in meni je bilo tako, kot jaz sem prišla spet v moj raj, kot dom sem čutila, ne. In Jan je rekel, povej mi tvoj prvi vtis, rekla, da sem tu doma. Je rekel, aha, super, pa boš imela lepe izkušnje, boš videla, jaz ko, okej. No in že prvič, jaz sem se pa ful bala, se to opisujem v knjigi, globoke vode in sem ogromno vizualizirala, to je bila čist črna voda, ne, tako 2 milje globok. In mi ne bi šli not snorkeling, se pravi, samo zuno, ko se reče, dihalko. Jaz že sam, da sem not pogledala meni, ker ligni visoki, vse veliki, vse živo mi je preplavljala domišljija, boh je kao to ven prišlo, ne, en gromen kit, čeprav noben kit ne bi tako prišel ven, ne. Oni zmerijo tvoje razdalje, pa vse na sonarju imajo, ne.
In sem res vizualizirala, da mi nov slabo načovni itd. In mi gremo prvič in jaz že tako vidim delfine, sam joy, se pravi sam veselje. Ker prideš v bližino delfinov, to je noro. Oni te prizemljijo, tako res prizemljijo, čisto v alfo te dajo in samo prenos informacije. Zdaj, kaj ti rabiš? Jaz sem rabila ogromno ljubezni, ker sem to zaprla nekje v srcu. Sem že odpirala v depresije veliko, ampak ni bilo tako ogromno, da bi se odprla, ne? Srčno čakro, samo takole sem čutila, se je širilo, vsem. Pa smo šli malo naprej, v en kit, ki je ven prišel. Tam so kiti, ki se hranijo od spod z lignji, tako 2 milje globok in pridejo, pol ure dihajo, potem se pa potopijo, pa je spet par urni, ne. Včasih je še mladiček prišel, ful lepo to videti. Sicer ne moreš tako blizu, kite lahko gledaš, mislim, da na 200 metrov najbližji, ne. Delfine lahko greš pa čist zraven njih, pač ni cilj, da jih božaš, ker ni point, to mi hočemo ljudje se dotakniti božati, ne. In tukaj smo mi, zato vsakemu priporočam, pejte na take retrite, ki so tudi duhovni retriti. Jan nas je vedno dal meditacijo, mi smo se mogli učiti pet, nekaj zvoke spuščati, on sploh, in so vse živali prišle na površje, jaz ne vem, kaj je to, res, ampak on ima res povezavo, oziroma ljudje, ki imajo to poslanstvo. Na zvoke se nekaj ni šans, da še prišel. In pa sem gotila, koliko je pomemben naš glas, koliko je pomembna vibracija, ki spuščamo. To z živali vse zaznajo, ne glede, so milje daleč, ne. In v bistvu, ko si prišel ven, mene so čist prizemljili in vsi smo jokali, jaz še najbolj risov delfini. To so eni taki ogromni, do 5 metrov veliki, že skoraj kiti, pa so delfini, pol beli, pol sivi, se pravi, mislim, da so, ja, mladički so sivi, potem pa ratejo beli, pa tako imajo rise, ful so lepo, če so kakšno algo ali pa skalo zadane, imajo tako rise, res božanski lepi, to morate videti enkrat. In so prišli ven in tako eno grbico imajo, tako bi se rekla, jaz bi jih kar objela, ne. Pa sem imela vsi, da je že koala, vse kateri so ti zmagajo, ne. Oni so prišli ven in jaz tako, res, to je taka energija, jaz sem opisala v knjigi, je rekel, hvala Bogu, Jure, da si to zapisala v dnevnik, ker jaz ne bi znal to obesediti. Dobesedno je skopiral moj dnevnik. To je bila kraljevska energija. Mi mislimo te kvazi plemiči, kraljevina, bla, bla, bla. Ne, te živali so plemiči ali pa kralji tega planeta, ne. Oni imajo toliko visoko vibracijo, da v bistvu, ko pridejo ven, samo transfer gre informacije, kaj rabiš. Eni so dobili, da so kjerkoli so z doma, to smo pa delili v meditaciji potem, jaz sem dobila val za valom ljubezni. Tako vse, kar nisem dobila v otroštvu, od kogarkoli, je bilo tako, kot da te en poliva z občutki ljubezni. In to sem opisala, a veste, mi vsi vemo, kako je biti zaljubljen, ne. To je 1000-krat močnejš, kot biti zaljubljen, ali pa 1000-krat močnejš, ko rodiš otroka, že to je močno, ne. Ne moreš si predstavljati, kva šele, da plavaš s kiti, kar me že kličejo. Ampak to bo projekt s celo družino, ker vem, da otroci tudi morajo, ne. To je noro, res čiste resetira. In v bistvu rataš drug človek. Jaz nisem vedela, da drug človek rataš. Sem prišla nazaj, ena gospa, ki sem jaz z njo delala, pa je ona odlična jasnovidka, je rekla, Brigita, ti vibriraš drugače, nekaj se je zgodilo tam, kaj je bilo? Vse, kaj ne vem. Mislim, jaz sem samo prišla v stik z njim, jaz nimam čutka, da drugače vibriram. In je bilo res, ne, recimo takrat je tudi družinski odnos šel maloro, ful, se to nam je Jan rekel, da take transformacije, ker ti dobiš toliko vibracij močnih, to marsikaj zaruka potem v družini, ne. Potem se je popravil čez en mesec, mislim, res taki močni transformacijski premiki, da si nikoli ne predstavljala, ene živali ti. In kaj se zgodi s temi živalmi? Jan je rekel, prej sem imel telesmo kot duša, baje shranimo določene, jaz bi rekla, kot darove določenim živalim, ali pa jih damo na kontinente. Recimo, če je kakšnega poklic v Machu Picchu, nekaj ima povezavo, tam je shranjen, ne? Ali pa kakšni drugi neznani kraji tudi, ne? Mene zdaj zelo kliče Posočje, ne vem zakaj, pa sem dosti tam, ne? Pa še več moram biti, nekaj je tam, kam imam shranjen. Lahko je to samo, da po zemlji hodim in bo dovolj za mene, ne? Ne rabim tam, mislim, opcija je za zemljo kupiti, ampak tudi če ne, bi se že ogromno energije tam dobila, ne, od tega predela. In žival imaš pa shranjen in ker si v stiku z njo, ti to preda. Mislim, meni se je to čuden, res na začetku slišala, pa sem pa prebrala njegovo knjigo, mislim, da je Inner Dolphin Awakening, innerdolphinawakening.com, ki je vse to opisoval, ki je on dobil prenos informacij o delfinu, ne. In kiti so knjižničarji, delfini tudi, ampak kiti še bolj knjižničarji vsega živega, kar je obstajalo na zemlji.
Se pravi, oni nosijo zapis vseh informacij. Pod morjem, nad morjem, hkrati pa tudi nam rihtajo ozon. To sem pol kasneje brala, ne? Mislim, tako, znanstveno brala. Jan je toliko stvari povedal, da nimate zapomnili, da si nisem mogla. Se pravi, ko grejo od spodaj, prenesejo določene, kako se reče, plasti od morja in ko dajo ven, se to zameša in nam čisti zrak. No. Rekla, kot pravi gost imamo, so oni tudi keeperi of the air, se pravi vsega živega. No. Poleg tega ne nosijo v zapis. In zato si rečem, pejte si pogledati Avatar 2, ogromno informacije tam shranjenih o tem, kar tudi pišem v knjigi, ne? O kitih in delfinih. Noro, koliko imajo to informacij. V filmih nam vse kažejo. Sam treba je razbrati ozadje, ne? To je to. Tako da ja, to je to, no? Če vas kaj zanima o delfinih. Pa še o ajuaski. Ajuaska je pa tako, je rastlina iz Amazonije, vse jih je cel kup, ampak ajuaska res ratala znana. In v bistvu je legenda, ki kroži zdaj po nekaj časa že po internetu, da ko je prišel beli osvajalec na ta Latinsko Ameriko, pa potem začel zasužnjevati, pa z religijam vse pokrstjanjevati, pa vse živo, pač nasilno, da so ta plemena vedela, kaj prihaja, so se te poglavari zbrali in so rekli, noč, zaklenili bomo ta znanja, mi bomo ohranjali skozi generacijo, skozi ustni zapis, vsa ta znanja rastlinstva itd., zato da zemlja ne bo šla še enkrat v maloro, pač to je bilo par stoletij nazaj, ne. In ko bo čas, se bojo te ljudje, zahodna Evropa, zahodni svet, ne Evropa, se bojo določeni posamezniki zbudili in se bojo povezali s temi. In to se zdaj dogaja. In ajuaska je ta povezava vmes, ne. Zdaj ne rečem, da mora vsak divjati na ajuasko, kar ratalo to res rekreacija v Sloveniji. Tukaj treba biti zelo previden. Prvi to, jaz sem recimo 3 leta se odločala, preden sem šla. Mene je ajuaska res poklicala. Ker v moj mi je toliko delo, da če ne bi bilo rastline, jaz bi še 6 let dlje se iskala. Rastlina te res prizemlji in v bistvu dobiš te ogromne občutke ljubezni spet, pokaže ti, kdo si, pol ti gre pogledati odnose, kakšne imaš okrog sebe, vse ti pokaže, ne, skozi občutanje, skozi vizije, skozi bolečino tudi, ampak pravi šaman te tako popelje v temo, pol proti jutru, kad traja celo noč obred, greš pa v lepe stvari, ne, se pravi, da znaš zaključati, da ne zaključaš z negativo, ne, vedno te mora popeljati, v integracijo na konc, ne. Zato je zelo pomemben, komu greste, to je prvo. Drugič, to je ratala zelo ena rekreativna, rečejo, droga, ne. Mislim, tako res preveč je negativnega vzdevka. Kljub temu, da jaz rečem vsakmu, ko šel na ajuasko, naj si prebere prvo knjigo od Erike Oblak, Čas je zdaj. To je res edina knjiga, kar jaz vem, dobra ena punca je zdaj tudi napisala, mlajša, ki je bila v Pragozdu nekaj let, se je z staroselci družila. Ja, kako je že naslov? Doma imam Sprintan, pa nisem je še kupila. Jaz sem jo prebrala. Zelo dobra knjiga. Ja, ful. Ogromno je od šamanizma tudi not opisan in to je del šamanizma. Ne. Oni imajo dobesedno market tam džunglo in za vsako bolezen imajo rožico. Kar tudi farmacija uporablja, sam ne pove, ne. Pa že dajo še malo kemije, pa te rožice pa zdravi, ne. Dobro, čeprav zdravi sem simptome. Ampak oni res vzroke zdravijo. In rastlina ajuaska je tudi odlična je za odvisnike. Je prav dokazano, ne. Sam zdaj jo bremzajo, zato ker rečejo, itak se prepovedali, tako kot so pred časom prepovedali plavati s kiti, je zato, da si ne bi dvigoval zavest na Havajih recimo. Pa je bilo cel življenje, kar jaz vem, je Jan rekel, kar on živi, si lahko splaval s kiti, ne. Mislim, da zdaj spet lahko, ampak vmes pol leta ali 1 leto ni smel, ne. In skozi bolj bremzajo področje, mislim, da sem še 2 ali 3 na svetu, da lahko plava s kiti, ne. Ker res, mislim, to ti to kot prezavesti, te spet si čist drugačen človek, ne. Jaz rečem, lahko daš 20 let psihoterapijo ali pa greš en potop z delfini ali pa s kiti, pa šparaš vse, res. In tako, ne, res. Tako da ja, ajuasko bote previdni, pol je še ogromno drugih rastlin, recimo jaz sem probala tudi ibago, tudi nek drug način, kaj ti sporoča. Je bolj moški princip, ajuaska je pa ženski princip, ne. Recimo, jaz sem rabila 1 teden vedno, da sem se sestavila, ker moje telo res za take halucinogene zadeve res je šibek še vedno, ne, za karkoli, ne. Eni so pa rekli, smo šli na obred, naslednji dan smo šli pa delati, pa je bilo vse kul, ne. Jaz to nisem mogla, ne, pač. Pol je pomembno, da greš v akcijo, kar ti ajuaska razkrije, ne. To so tudi eni taki vidiki. Ne moreš ti sam hoditi z obreda na obrede,
pa nič narediti, kaj s tem, pol se ti pokaže, ne. Meni je veliko odnosov skozi ayahuasco sem porihtala, sploh z možem, z otroki, sem bila res ena taka čudna mama na začetku, ko sem skopirala vzorce od moje mame, recimo, ki ni imela srečnega otroštva, pa je prenesla to na mene dost, ampak pač se starši nam dajo kar lahko, ne, ni vedno, tudi ni bilo rožnato, ne, in očetje in mame, ki so odraščali po vojni, se kakšne pa bilo takrat, ne. Tako da, ja, ayahuasca ti veliko zaceli. Mene je tudi recimo rodila zelo zacela, ker po prvi ayahuasci določenih problemov nisem imela več po 3 porodih, tako da prej sem hodila k ginekologinji in pa mi pa ayahuasca zaprla ene zadeve, ne, mislim, res zanimivo, ampak ne rečem, da to zdaj za vsega, ne, meni je ful pomagal. Hkrati mi je pa res mimo uma je šla in mi je pokazala vse odnose, kako so, ne. Pa ko sem šla enkrat razreševati, jaz sem bila na tistih, ki smo se opeharali, ne, v švicarskem kreditu, še prvo naše stanovanje je šlo po gobe, ne, ampak vsega tudi lekcija dobra. Sem dobila enkrat bankirja v ayahuasci, ki sem en na drugo mogla delati. Takrat sem bila glih na tem, da tožim banko, pa vse je bilo že potrjen z odvetnikom, sem še ja bi mogla reči. In pa dobimo ga bankirja, tako črna megla, mislim, tako reč, črno, sem tako generacije teh bančnih slabih praks, rekla, a se meni da s tem ukvarjati 5 do 10 let, hvala lepa. Mislim, tako sem rekla, a je vreden ta denar, ne, tistih 10 jurij, ko dobim nazaj, ne, bom raj z delavnicam to nadoknadila, to je to. Tako da ja, taka sporočila sem jaz dobivala, ne. Eni so mi pa recimo letos, ki so šli, so rekli, Brigita, mene pa to krasul, da sem imela ful slabo izkušnjo in ne grem nikoli več, ne. Tako da je zelo različno, pa kam greš je zelo pomembno, ne. Pa skupina, kakšna je skupina. Recimo, jaz sem bila zadnjo ayahuasco, zdaj ne hodim več, sami podjetniki, podjetnice in smo se telepatsko sporazumevali, to se nikoli ni zgodilo. In pa smo se pogovarjali zjutraj, a si ti meni to sporočil? Ja. A ti meni to? Mislim, tako je bilo nenavadno in to imamo vsi sposobnost, ne, telepatsko sporazumevanje. Jaz imam mojo Špelo Žerjav, ki je moja leva, desna roka, vse, srečam sva dušne sestrice, mi včasih telepatsko, jaz si nekaj napišem in že na mailu me čaka to, kar si napisala. Tako da to imamo vsi, ne. Sam, a si na isti liniji, ne, že z dotično osebo, ne, pa te zaznave ured. Tako da ja, to je to, no. Če imate še kakršnokoli vprašanje, me kar vprašajte. Sem že tako ful dolga, ne. Ja. Veliko informacija, ne. Super. Ja. Tako da tiskal želel, lahko kupite knjigo, če želite, jaz rečem, dajte jo predajati naprej, no, ker ta knjiga je res, mislim, kar mi ljudje devajo feedback, zelo jim odpira določena področja, no. Določena področja, govorim, kje se zaciklajo še. Ker kaj zdaj mi delamo kot civilizacija, tole zapiramo, no, pa tole gor devamo, se pravi svoj, da nas ne teptajo več, no, dobesedno na vseh nivojih. To pomeni ali v službi, ali da se sam ne teptaš, da si vedno bolj sočuten do sebe, da probaš čim manj zmanjšati drame, da lahko lepo svoje poslanstvo delaš, ne, in podobno. Recimo, jaz sem bila še do leta, da je bilo 2016, še 2017, drama queen, jaz sem bila tukaj številka 1. Za vsak, kar se je zgodilo, celo dramo sem zagnala, ne. Tako da mož zdaj je veliko bolj miren, pa nima to kortizola gor, kot včasih pri meni. To je res, zato ker edin tako sem bila jaz v otroštvu slišana, ne, da sem bila, mi rečemo tantrum si naredil, ne, kričiš, ne, tukaj sem, vidite me. In to se prenese pol družinsko življenje, takole mi vzorce, ne, prenašamo, dokler ne zapreš. In tudi otroci so nam potem sekali, če pogledaš, ne, so bile vsaj 2 drame, tako so se bunkale, zakaj se toliko deklice tepejo? Pa, ko sem pa jaz to zaprla, ni bilo več pretepov. Tako rečeš, a je to sploh povezano, ne? Je povezan, take zadeve, ne. Tako da ja, imamo vsi še malo dela, no, na teh področjih se mi zdi. Ampak jaz sem zelo pozitivna, no, čeprav dosti teh mojih terapevt prečejo, vse je šlo malo, ne. Pa rečem, pa dobro, le se, če nas je 10% pozitivnih, bomo povlekli še enih 10, pa je to v Sloveniji. Tako da ja, tako da ne se sekirati bomo, jaz rečem, nekam prišli, to je to, no, z odnose in z vsem. In z, kar vidim, no, pa čutim Slovenijo kot eno tako zdravilno deželo. Tako da ogromno nas je teh, no, ko zdravimo na kakršnemkoli nivoju, in še več se vas prebujajo ta znanja, no. To je tudi bil namen te knjige, da v bistvu
začne zapirati svoje težke bolečine, karkoli se je dogajalo, in greš v svoje poslanstvo. Se pravi, da se ne ciklaš več. Ne? To je bil namen, zakaj smo pol napisali knjigo. In da malo spodbude damo. To je to. Najlepša hvala, Brigita, za obisk, za odziv. Hvala tudi vam vsem, ko ste prišli, sem vesela. Tudi namen tega večera je bil, da še nekdo, ki je razpoznaven, da pove svojo življenjsko pot, da se da sam sebi pomaga, da nam je boljš. Vsem. Hvala. Hvala, res. Jaz se zahvaljujem in da ne naskromno darilce v mojem imenu. Hvala, res. Mogoče bi samo jaz še vprašala, nisem jaz še čist, mislim, meni se tudi veliko stvari dogaja in mi vedno zmanjkuje časa, malo sledim tvojim objavam na Facebooku ali pa tisto, kar mi pošleš, ker sem na tej mailing listi, ampak vsem bi mogoče mačkano nakazala, kako bi si lahko recimo nekdo, če bi se odločil, da bi hotel sodelovati ali pa da bi, ne vem, si s čim pomagal, da bi nakratko še to predstavila, kako ne se obrne nate ali pa kakorkoli, če bi še to povedala. Ja, super, hvala. Jaz sem zdaj imela drugo odpiranje akademije, Awakening Academy, 3-mesečno potovanje, z eno skupino smo zaključili prvo. V bistvu moram še zbrati vse te testimonije, tako ful lepa skupina, res. Mi smo tu 2 moška, potem sta zaradi enih drugih razlogov rekla, da ne bodo več nadaljevala potovanje, se kaj, da bi bilo vsaj več moški. Se jaz vem, da jih prihaja, ampak res, to so take zaprte skupine, ki zelo veliko se odpre. Delamo enkrat na teden z svetlobnim jezikom, se pravi, dam skupinsko, vedno je ena tema, en modul. Od prizemljevanja gremo do biti to, kar si, se pravi te osnove, potem gremo prehrane, pogledati par mojih ritualov, povem, ko sem jih jaz uporabljala, da sem prišla, da sem se sčistila vseh teh tabletk norih, mislim res, adijo pamet, kaj se ti to se odlaga v telesu. Vizualizacijo gremo samo bežno tukaj, tako da tiska bi hotel za karkoli se tiče vizualizacije, je Jose Silo Ultramind Top. Smo trenutno 4 inštruktori, lahko greste komorkoli, ker itak imamo vsi iste cene. Klemen je pa tisti, ki je začel s tem v Sloveniji, 16 let nazaj, Klemen Mihelič. Največ pa v zadnjem času res delam s svetlobnim jezikom individualno. Ful se je ratala potreba, kar sem že videla v svojih sanjah. In tudi, kar jaz največ delam pri sebi, skozi bolj sem, moj poklic ni samo, da delam, ampak da sem tudi dosti v gozdu, pa se prizalivam, tako ker res, mene res ne izčrpuje, ko z ljudmi delam. Bolje, ko mi sredi noči se nalagajo, kakor se čujem sliši škode. In včasih se zbudim in ne morem spati v 5, 6 zjutraj, ker je toliko downloada. In takrat vem, prizemljevanje, hrano spet malo pogledati, kje si preveč cukra ali pa karkoli. Itak sem vegetarijanka, ki sem dobila sporočilo v Vajovaski, da ne smem mesa jesti in pa res nisem, ker so sem zaradi tega še bolj zaznave odprle. Ni to za vsega, ampak pač za mene to deluje. Tako da svetlobni jezik je ratal noro zdajle in še bolj bo. Kaj se dogaja s tistim, ki ste, ker dosti še se bo zbudilo ta svetlobni jezik znanja, Začel se dogajati tako, zato jaz tudi ne hodim, da bi rekla, v velike množice, ker preprosto mene pozavga energija, mogoče tudi vi čutite tako, ker res, sploh če čutim, jaz sem šla enkrat, ne vem, eno športno prireditev, pol leta nazaj, tako, jaz sem prišla domov, kot da bi maraton tekla, sem rekla, kva se je to zgodilo, je bilo spet nekih vampirjev tam ful velik, Tako da moj del je, ko delam svetlobne jezike, 1 mesec jih pol ne delam, da v bistvu se vse to naloži, dobesedno, kakor se čuden sliši. Pa ogromno je lastnega dela, lastnega dela, kot sem rekla, prizemljevanje itd. Zato jaz v bistvu malo delam, kolikor je drugega dela v zadju, sama s sabo, Tako da v naš družini smo prišli saj do tega, da mož ne učita več, se sam še sama s sabo ukvarjaš, Da zdaj razumem, to, da je mojega poklica, to je to, ampak to je trajalo 2 leti,
Tako da ja, tudi to je bil velik mejnik pri nas, ampak to so odprli delfini končno. Jaz nisem mogla. Tako da ja. Se pravi, Awakening Academy imam vse sile Ultramind, vsake toliko časa mi pripeljejo še kakšno športnico, športnika otroke, ampak res to sprejmem pač tako, ko začutim, to imam mogoče enega, pa 5krat gremo čez, za cel mesec. Pa svetlobni jezik največ delam, no, ker čutim, da tukaj lahko zelo opolnomočen človeka, ker te kode res, to je proces, to ni tako, da vštiš zdaj 6 svetlobnih jezikov vsak teden, no way, to moraš pauzo pa v akcijo dati, je čist drugo, kljub temu sem delala bioterapijo, mislim, sem se učila pri Domančiču, tole je meni osebno bistveno močnejše, no. Ni tako, da bi kar z lahkoto hodil iz ene terapije na drugo, no. Mislim, meni osebno, zdaj pa vsak, ki to doživi pač na nek drug način, ne, to izkusi. Bo pa tega še več, no. Se pravi, mi bomo nekega dne, mogoče se zdaj to čudno sliš, samo šle in bile tam in bo se že čutil, no. Pa ne kot guru ali pa karkoli te kvazi, ki zdaj obstaja, ampak preprosto to boš lahko zresoniral energije izvira, da se bo čutil še bolj, no. Res, kakor se čuden sliš, ampak druge ženske, ki s tem že delajo, se jim že dogaja. Tako da so večinoma ne hodijo v neke shopping centre, pa karkoli in se s tem že zavarujejo, ampak res so sem na takih majhnih zadevah, no, to je to. To je naše poslanstvo, žal. Jaz ne morem s tisoči delati, lahko v življenju s par stotimi, to je to. Tako da ja. Evo, hvala. Hvala lepa. Ja. Brigita, jaz bi sam še to vprašala, a ste pol prav zaradi tega šla v šport? Preveč energije, ja, tudi to. Čutila. Veliko športnikov, ki zdaj vidim, ki z dovoljenjem staršev jih kar dam čez session, da vidim, kva not skrivajo. Svetlobnega jezika opažam, da imajo ful zalogo energije, ja. Jaz to tudi nisem vedela. Ja, zgleda so me bolnice zabremzale, pa se je pa odprli, ja, to je bilo to. Alternativno pa je bilo namenjen, da sem jaz bila v bolnicah, no, s parimi, ki so tudi umrli tam, tako da jaz pač nisem, dosti duš naprednih je pa zelo umrl tam. Mislim tako, res, ko smo šli pogledat nazaj, še danes me zmrazi, ki so bili res, ampak tako so se odločili, no. Tudi jaz sem se skoraj, ampak ni pol šlo to naprej, no, tako da je noro je bilo, res v bolnicah pa se dogaja, tako da je ogromno slabih praks. In to zdaj zapiramo, no, ful, ja. Verjetno je bil tudi pogoj za vaše poslanstvo, ne? Ja, del je bil, ja, točno. Pa tudi kar tudi vi nosite iz prejšnjih življenj, ne. To se je vse naložili zdaj to življenje, ne. V bistvu smo podpora v prehodu, nič drugega. To je naša naloga, ne. Ko greš čez vse, kar se dogaja ljudem, ti sam podpreš, ampak zato si ti mogel prvo sebe sestaviti, ne, približno. Mislim, približno rečemo, na polovici smo nekje, ne. To je to še vedno si. Zato jaz vedno rečem, tisti, ki dela energijsko delo, ne more delati 8 ur, ne. To je nemogoče, ker se boš črpal, pa greš v te bolezni, rak, pa umreš, ne. To je to. Tudi Gorelc je to skozi govoril, jaz sem bila eno leto on z mano v športu delal 1 na 1, kljub temu, da nikoli me ni to zanimalo. Veliko sem se naučila, no, kaj vse pomeni. In nikoli si nisem predstavljala, da bom to delala, res ne. Mislim, karkoli energijskega, sem vedno rekla, očitno sem to zaprla in sem eno nikoli več odprla, ne. Kot otrok sem pa to imela, se spomnim. In mogoče zato pol nisem smela tudi izražati čustev, jaz sem občutek, da sem marsikaj povedala mami, pa ni bilo dovoljeno na ulici povedati. Ta ima pa tole, ne. Tako da spomnite se, mogoče, če ste vi tudi, ne, pa ste pa zaprli vse, ne. Je pač takrat ni bilo dovoljeno nič povedati, ne, kar je bilo preveč iskrenega, ne, tako da ja. En zelo zanimiv človek, ki tudi hočem dati na hunch za hrano, je ta medical medium, Williams, medicinski medij. On ima enega duha, noro, in ta prehrana njegova je zelo svetla, smo jo skenirali, par nas, in če boste jedli to hrano, marsikaj vam bo odklenilo, no. Jaz nisem še tam, počasi pa začenjam. Na Instagramu je Medical Medium. Jaz sem za njega zvedela 4 leta nazaj, ampak šele lani sem začela, ker je bilo toliko napredno, Medical Medium. On ima duha v sebi, rečemo beseda. In že, ko je bil 4 leta star, je babico rešil pred rakom, on hodi po cesti in vidi diagnoze in pove zdravljenje, kva rabiš. Niti enkrat se ni zmotil. In reče, to ni moje, to je tega kot entiteta, ampak dobra entiteta, ne. Anthony William, po mojem,
medicinski mediji, Primus ima te knjige, zelo vam priporočam, dajte si Brain Detox, se pravi, imamo vse te težke kovine v možganih naložene. Jaz delam največ za črevesje, no še zdaj, nisem še toliko delati za možgane. Noro se ti odprejo zaznave, počistijo ene zadeve, res ful je napreden. In je rekel, moje knjige, ki jih pišem, šele 5-10 let kasneje bojo razumeli medicina, ne. Mislim, če bo še obstala medicina, se ne vemo, ne, kam bo šlo. Tako da, dosti ljudi ga iz rezervo gledali, ampak baje ima cel kup nekih hollywoodskih igralk, ki so začele že pred leti z njim delati in večina jih je ozdravil, no. Tako da v zdravk so imeli vse te, ne samo depresije, ampak tudi neke Epstein-Barrison virus, ki ga baje vsi nosimo, pa vas aktivirali, pa ne, neodvisen. Tako da to res za hrano, pogledajte njega, ampak je tako zelo napreden. Nam največkrat nov resoniral, ker rečeš, o moj Boga, vse to ne jem, ti zelenave, pa kaj sočam skozi, pa ne in pa. Jaz veliko sočam, ampak on je še nadgradnja, res. In za vsak sadež, meni je fascinantno, reče borovnice, kot te slabe vole, divje borovnice, recimo moja mama jih nabira, pa jih kradem iz skrine še po zim, naredite si smuti in to pojejte in si te dvigne razpoloženje. Papaja, ki jo zelo težko dobimo pri nas, duhovnost ful odpira. Jaz sem prav to testirala, ne, se pravi zaznave, duhovne zaznave. Tako da zelo je napreden, no. A ne glede na to, če so recimo dobre, divje borovnice niso, ampak papaja pa verjetno tudi špricana, a to ni važno. Ja, rekel je čim bolj ekološko, kar vsi vemo, ne, ampak nujno pa divje, ne nujno vzgojene. Je rekel, divje imajo to esenco noter, une ne, ki so tam, ki jih mi kofri pa to kar neki, ne. Papajo sem jaz probala tudi špricano in je bilo par meni kar učink, tako da ne vem, probite vi. Ta za naš borovnice par meni ne delujejo, ta divje pa. Tako da, malo se igrajte, no, če se v to noter. Z vašo energijo povezano. Ne vem, mogoče, kaj pa vem. Ampak je res težko dobiti v trgovini ta divje, mislim, tako res. Praktično, ja, še zmrznjene se zdi težko, ne. V kakšnih ekoloških trgovincah, če jih ne poberejo, ne. Pa mango je tudi dober, no, tako za te, čeprav je tropski sadež, pa ne njega jest, ampak meni osebno zelo odgovarja, no, tako da to je to. Evo. Hvala lepa. Ja, hvala. Evo.